Gospod Leskovec, dobrodošel. Mi smo, kot je že prej Dušan pa omenila, zelo veseli, da ste si vzeli čas in da skupaj z nami te stvari ustvarjate in predvsem, da ste zelo angažirani po vseh pogovorih z vami. Tako da jaz vem, da si bom zapiske delala tudi za sebe oziroma za nas, za Prizmo. Vam pa prepuščam trenutno mikrofon in oder. In če prav vem, bomo naredili... Hvala lepa za, najprej za povabilo, pa tudi za tale uvod, kjer smo že zaznali v bistvu, kaj je srž problema, se pravi vključevanje nekih teh deprivilegiranih skupin. Glede na moje izkušnje pa se bojim, da to vseeno ni še dovolj, da bi se javni naročniki počutili dosti opogumljeni za to, da se tega verjetno tudi za vas precej eksotičnega področja lotite. Tako da, evo, upam, da tole zdaj deluje. Vidimo? Vsaj naslovnica, Slišimo pa tudi vse verjetno. Tako da, ne vem, mogoče par besed še povem o sebi. Jaz sem odvetnik, partner v odvetniški pisarni Adek in Pensa. Smo velika odvetniška pisarna, imamo, mislim, da trenutno že nekih 50 ljudi. Pokrivamo različna področja civilnega, gospodarskega prava, zelo dosti pa delamo tudi na področju javnega naročanja. Predvsem delamo za naročnika, razno razne, od večjih, manjših. Tudi recimo delamo konkretno kje, pogosto smo zraven že od samega začetka, kjer v bistvu naročniki rabijo informacije, kako se sploh nekega javnega naročila lotiti, ker mogoče, ne vem, ima dosti izkušenj ali pa prakse ali pa notrnih resursov. Jaz recimo vem, da recimo, če prihajate z nekih manjših okolij, kot so recimo neke manjše občine in tako naprej, jaz vem, da pač na vas pade v bistvu vse, tudi pravniki včasih še kaj drugega rešujejo na občinah kot samo nabavo oziroma javno naročanje in to je res tako kar zahtevna tema že sama po sebi. Zdaj, če po to vključimo še pa to družbeno odgovorno javno naročanje, kjer je pa cel kup nekih izjem od teh splošnih pravil, je pa ta stvar še toliko bolj mogoče na prvi pogled tuja ali pa neznana, ampak skratka, cilj moj je, da vam danes to področje malo predstavim, pa predvsem, da bi poskušali vam skupaj z Kajo in z Dušanko vam mogoče nekako boljše razložiti, v čem so sploh v bistvu neke tudi praktične prednosti ali pa koristi, ne samo za te subjekte socialne ekonomije, ampak tudi konkretno za same naročnike. Evo, glede na to, da imamo že cirka eno šolsko uro akcije, bi jaz predlagal, da ob 11 približno bi naredili eno pavzo, do takrat pa bom poskušal v prvem delu mogoče malo bolj teoretično razložiti, v nadaljevanju pa tudi upam, da v skupni debati bi potem poskušali iti čim bolj konkretno na neke praktične primere, kako se tega lotiti. Kar se tiče načina dela, jaz imam zelo rad, da če kogarkoli karkoli zanima, da v bistvu se kar vmes med samim predavanjem oglasite. Jaz sem si tale chat tukaj odprl, pa ga bom imel malo z desnim očesom ga bom gledal. Skratka, če vas karkoli zanima, če imate kakršenkoli komentar, predlagam, da kar sproti to rešimo. Lahko pa vprašam tudi kaj, kar ni neposredno povezano z družbeno odgovornim javnim naročanjem, ker se bomo dotaknili tudi nekih tem, ki so za naročnike uporabne tudi za splošna javna naročila, ne samo za družbeno odgovorna. Evo, kaj je v bistvu cilj javnega naročanja? Po mojih izkušnjah že tukaj v bistvu si naročniki pogosto predstavljajo, kaj je pravzaprav cilj. Javno naročanje v bistvu nič ni drugega kot pa postopek, kako priti do nekega cilja. Cilj pa ni v bistvu pravnomočen zaključek postopka, kjer mislimo, wow, super, noben se ni pritožil, odločitev oddaje naročila je ratala pravnomočna. To je v bistvu šele začetek. To v bistvu je pogoj, izbor je bil narejen, da imate zdaj enega izvajalca in zdaj ste v bistvu s tem, ko se bo zdaj s tem izvajalcem sklenila pogodba in izvajala, šele takrat v bistvu vi pridete do tega naročnika, za kar se borite. Se pravi, to je predmet tega, kar se naroča. In zdaj,
tudi mogoče pri družbeno odgovornem javnem naročanju je po mojem preveč fokusa na to, da se ta postopek izpelje, ne, se pravi, preveč fokusa na sam proces, ne. Treba pa v bistvu v prvem koraku narediti en zelo širši razmislek, ne, se pravi, kaj naročnik dejansko potrebuje, ne. In ne pol, napačna je tudi pot, ne, da naročniki pol ponavadi grejo gledati ZN3, ne, pa mejne vrednosti, pa kjer postopek bomo zbrali, pa tako naprej. V bistvu je garant, kako boste naročniki najbolj verjetno prišli do tega, kar potrebujete, je, da se postavite v kožo ponudnika, ne, se pravi, imaginarno, ne, lahko imate, ne vem, tudi nekaj konkretnega v mislih, kako bo v bistvu ta konkreten ponudnik vam to, kar vi potrebujete, dobava, ne. Zdaj, drug problem je pa, ne, da pa naročniki pogosto tudi mislite, da veste, kaj potrebujete, v bistvu pa dejansko ne veste, kaj potrebujete, ne. Recimo, ne vem, če gremo čisto na neko banalno stvar, ne, prej je bila recimo omenjena neka IT oprema, ne, neki računalniki. Če recimo, ne vem, že 30 let pri nekem naročniku delajo z nekimi računalniki, ne vem, neko določeno znamko, ne, se ponavadi pač za vsako naslednje naročilo kar uporabi ta stara razpisna dokumentacija, copy-paste in pač stvar gre dalje, ne. Ne pomeni pa, ne, da je to tudi najboljše, kar trg zaenkrat ponuja, ne, in tudi, a je to res najboljše za naročnika, ne, tako da vedno bojo v bistvu ponudniki bolj vedeli, kaj je to, kar neki naročnik potrebuje, ne. In zato je zelo pomembno, ne, tega se tudi v nadaljevanju bom še enkrat dotaknil, ne, da v bistvu naročnik, preden začne sam postopek javnega naročanja, da res dobro izvede raziskavo trga, pa izvede strokovni dialog z nekimi potencialnimi ponudniki, ne, tudi tega se absolutno ni treba bati, ne. Recimo konkretno, če gremo do teh subjektov socialne ekonomije, ne, če vi kot naročnik boste recimo po tem današnjem dogodku, tej delavnici, videli, da so neke možnosti, ne, za to, ne, da bi vas to načeloma zanimalo, ne, je v bistvu najboljši način, ne, da recimo, če veste, da v vašem lokalnem okolju neki taki subjekti obstajajo, ne, da jih recimo povabite na neki sestanek, ne, ali pa tudi recimo te organizacije, ki se z socialnim podjetništvom ukvarjajo, ne, in v bistvu vidite, kaj vam oni lahko ponudijo, ne, hkrati pa tudi se z njimi pogovorite, ne, kakšne so recimo omejitve, katere vi imate, ne. Tu s tem nič narobe, s tem ne delate nič nezakonitega, ne, to ni, ne vem, korupcija ali karkoli takega, ne. To je v bistvu nekaj, kar ZN3 izrecno ureja in tudi spodbuja, ne. Tako da dialog in še enkrat dialog, ne, to je v bistvu rešitev tega, ne. Okej, se pravi javno naročilo, ne, to je definicija ZN3, ne, to pomeni v bistvu pisno sklenjeno odplačno pogodbo med enim ali več gospodarskimi subjekti na eni strani ter enim ali več naročniki, katere predmet je izvedba gradenj, dobava blaga ali izvajanje storitev. In ta definicija popolnoma velja tudi za družbeno odgovorno javno naročanje. No, kaj pa je samo družbeno odgovorno javno naročanje? To je v bistvu neka vrsta javnega naročanja, ne, pri katerem naročniki poleg neke ekonomske učinkovitosti, ne, se pravi, bi rekli, v večini primerov je to najcenejša, ne, kar tudi ni vedno najboljša, ne, ekonomsko najugodnejša ponudba ni nujno tista, ki je najcenejša pri nakupu, ne. Se pravi, poleg teh ekonomskih nekih vidikov, ne, se upoštevajo tudi socialni in etični vidiki, ne. Zakaj? To je v bistvu zato, ker je to v bistvu nekaj, kar se tiče tega družbeno odgovornega javnega naročanja, ne, to je neka tema, ki se jo je EU recimo lotila takrat enkrat po koroni, ne, se pravi v sklopu tega načrta za okrevanje gospodarstva po pandemiji, ne, se pravi ta načrt za okrevanje in odpornost, in so v bistvu ugotovili, da se zaradi tega, ker se skozi javno naročilo ogromno enega denarja obrne, ne, da je v bistvu javno naročanje eden od načinov, kako v bistvu vplivati na družbo kot celoto, ne. Zdaj, da bo bolj praktično, ne, bom jaz se poskušal spopasti s tehniko, ne, in vam bom pokazal en video, ki ga je pripravila Evropska komisija, pa da vidimo, če gre. Have you ever thought of using your public buying power to create job opportunities, improve conditions for people with disabilities, ensure gender equality,
or create decent conditions for workers. You buy social when you choose a product or service by more than just price and quality, by also taking into account the way it is produced and sourced. For instance, by asking suppliers whether their supply chain is sustainable, ethical, and transparent, or if workers are treated fairly. Across the EU, public buyers spend around €2 trillion per year to purchase goods, works, and services from private companies. If all this money was used to buy social, could you imagine the impact this would have in our societies? Imagine you are looking for a supplier to provide food for school children. If you find a company that provides children with high-quality food, you are of great service to education centres and families. But why stop there? You may have heard of social enterprises that employ people with disabilities or support local communities. You could reserve a contract or contract lot for social enterprises, thereby providing opportunities for them to expand their business and create jobs for people with disabilities or disadvantaged workers. How exciting would it be if your procurement has a greater impact? And actually, the fact is, you don't need to imagine any of it. Many public buyers around Europe have already taken a responsible attitude in their purchases and made this a reality. For instance, in Vendée, France, where a tender to provide agri-food services to more than 30 schools in the area was reserved for organisations employing a minimum percentage of people with disabilities. They are not the only ones. Across the entire European Union, from north to south and east to west, public authorities are buying social. Are you ready to follow their example and trigger the change? Ok, skratka, ja, to je bilo nekako prikazano, kaj je v bistvu smisel tega družbeno-odgovornega javnega naročanja. Recimo, če se postavimo v vlogo neke lokalne skupnosti, neke občine, mora občina v bistvu poskrbeti za vse te interese. Se pravi, občina mora poskrbeti za po eni strani to, da šolarji niso lačni, hkrati pa mora poskrbeti tudi za vse te razne, invalidske organizacije, društva, če ima razne, zadruge in tako naprej. Občina v bistvu mora vse te interese zadovoljevati. In če recimo te interese zadovoljuje parcialno, recimo naroči čist strogo komercialno gledano hrano za šolarja, brez da upošteva kakršnekoli druge vidike, razen pač uredbe o zelenem naročanju, ki jo vsekakor pri nas treba upoštevati. Pol v bistvu je treba čisto ločeno pristopati do tega, da bo pa zdaj, namenila neko donacijo ali neko podporo nekemu društvu, ki se ukvarja z invalidi, ali pa recimo, če je kak zaposlitveni center ali pa zaposlitveno podjetje, se pravi, v bistvu denar mora parcialno namenjati, bi pa lahko v bistvu v eni potezi vse to naredila. To je bil tudi point tega videa. Se pravi, če se javno naročanje izvaja nekako ciljano, se pravi, da se upošteva tudi ti drugi vidiki, se lahko v bistvu z istim denarjem hkrati zadovolji veliko več interesa. Se pravi, recimo, angažirate neko, invalidsko podjetje za, upravljanje storitev varovanja vseh javnih stavb v neki občini, imate v bistvu s tem več muh na en mah ubijati. Družbeno odgovorno javno naročanje v bistvu pomeni, da se izvaja javno naročanje na način, da se pri samih pogojih javnega naročila že vključijo neke zahteve in pa merila, pogoji za sodelovanje, ki prispevajo k neki širši družbeni blaginji. Se pravi, recimo spodbujate dostojno delo, pravične delovne pogoje, recimo date prednost nekemu ponudniku, ki bo imel recimo čistilke zaposlene, namesto da ima agencijske delavce. Ali pa recimo zaposlovanje ranljivih skupin, kjer lahko tudi določite, da za recimo pri neki gradnji mora biti nek procent delavcev, ki recimo bojo tam pri tej gradnji, mora biti iz nekih ranljivih skupin, kot so recimo tudi lahko invalidi, ali pa razni ljudje iz revnejšega ozadja in tako naprej. Namen tega je, da se v bistvu zagotovi enaka možnost, ker realno gledano pri
Pri vseh javnih naročilih imajo veliko prednost neki večji ponudniki, ki so bolj specializirani, ki tudi bolj obvladajo sam ta postopek, in seveda lahko pač tudi ponudijo zaradi tega nižjo ceno in zaradi tega v bistvu že praktično izključijo vse, ki so recimo neki manjši subjekti, ki niso toliko specializirani. Hkrati pa v bistvu je cilj naročanja tudi, da se izdelki in pa storitve naredijo nekako dostopno za vse. To pa v bistvu so tudi naročniki dolžni zagotoviti, da ni tukaj neke diskriminacije med tem, kdo te storitve potem koristi. Pa so pa recimo še neki taki širši vidiki, se pravi tudi pravična trgovina, kjer skrbimo ne samo za neko ozko lokalno okolje, ali pa tudi, ampak tudi mogoče malo širše pogledamo, se pravi, na kak način je, ne vem, naročate, ne vem, recimo za šole neke te papirnate prtičke, WC papir in podobne stvari, kakšne kemikalije so bile pri tem uporabljene, ali pa ne vem, če se v neki bolnici naročajo neka oblačila, halje in take stvari, ali pa posteljnina recimo, ali je res čisto vseeno, so to šivali, ne vem, otroci v Vietnamu v vodi do kolena, za, ne vem, par centov na dan, in Bog ve za uporabo kakih vse kemikalij, ali pa se lahko recimo to naroči sicer za neko višjo ceno, tudi pri neki lokalni šivili. To v bistvu je to družbeno odgovorno naročanje. Zdaj, pravni vir imamo v bistvu dve vrste, to družbeno odgovorno javno naročanje je urejeno že v teh EU direktivah, to ste verjetno tisti, ki delate pri javnem naročanju, ste sigurno se z njima že srečali, eno ureja splošno področje, ena pa infrastrukturno. Pol so pa seveda še ti naši lokalni predpisi, glavni sigurno ZN3, pa je še ta v bistvu obrambni ZN3, za te bolj vojaške nakupe. Pri pravnih sredstvih so pa seveda še ZPVPJN, ki ureja pravno varstvo, tam se pa smiselno uporabljate tudi ZPP pol, glede na to, da imamo od leta 2021 še upravni spor možen, je tudi ta ZUS-1. Pri reševanju sporov je pa potem tudi še ta zakon o mediaciji, ampak v bistvu danes se bomo fokusirali predvsem na ZN3, kjer je praktično vse, kar se tega tiče, urejeno. Mogoče najprej, to bomo šli res hitro čez, to so temeljna načela javnega naročanja, moram pa poudariti, da družbeno odgovorno javno naročanje kar precej teh načel krši, ravno zato, ker spodbuja sodelovanje pri javnem naročanju tudi nekih deprivilegiranih skupin, ki so že v osnovi šibkejši, jim daje neko prednost, in s tem je v bistvu odstopa od teh splošnih načel, ker v bistvu, če pogledamo, recimo načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, to v bistvu pomeni, da mora za isto stvar naročnik izbrati tisto, kar stane najmanj. S tem, da pri družbeno odgovornem javnem naročanju se od tega tudi delno odstopa, kjer v bistvu zakon dovoljuje, da se tudi na račun tega, da bo naročnik plačal nekaj več, zasledujejo neke druge koristi od takega naročanja, neki drugi vidiki, se pravi, neko širše dobro za vse. Potem je načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, ki v bistvu pravi, nalaga naročnikom, da ne smejo med ponudniki diskriminirati, ne smejo dati enim prednosti pred drugimi, in ravno to načelo tukaj je tudi povezano seveda tudi z načelom enakopravne obravnave ponudnikov. In načeloma je prepovedano krog možnih ponudnikov omejevati, medtem ko pa pri družbeno odgovornem javnem naročanju pa zakon izrecno dopušča, da se ta krog možnih ponudnikov omeji, recimo, ne vem, na neka socialna podjetja, invalidska podjetja ali pa zaposlitvene centre, kjer se v bistvu nihče drug razen njih ne more prijaviti, in vas recimo zaradi tega naročnika ne morejo napasti z zahtevki za revizijo drugi ponudniki, ki takega statusa nimajo, ker bi trdili, da je s tem naročnik kršil to načelo. Načelo transparentnosti, to pa v bistvu tudi pri teh družbeno odgovornih javnih naročilih vseeno velja, se pravi, naročnik mora v bistvu vnaprej opredeliti tako naročilo kot družbeno odgovorno, v smislu tega, da vnaprej pove, da bo dajal, ne vem, nekim subjektom prednost, ne more se tega spomniti šele kasneje, ko bi recimo odpiral ponudbe in se odločil, da bi pa recimo dal nekemu invalidskemu podjetju prednost, ali pa da bi recimo nekomu dal več točk, zato ker se je izkazalo, da recimo je to socialno podjetje, ki v bistvu je ponudnik.
To smo že, enakopravno obravnava, to je v bistvu povezano z načelom zagotavljanja konkurence. Recimo tukaj vidite, se pravi, zakon že sam pravi, da načeloma je diskriminacija kot je krajevna, osebna stvar in tako naprej prepovedana. Je pa dopustna, če to upravičuje okoliščine. Recimo to so neki ekstremni primeri varovanja življenja, zdravja, premoženja in tako naprej, ali pa tudi varstvo teh šibkejših skupin, kot je pa pri javnem naročanju. Načelo sorazmernosti, se pravi, ko naročate nek predmet naročila, morate vse tehnične specifikacije in neke pogoje za sodelovanje in tako naprej določiti sorazmerno, se pravi, da ne zahtevate, 10 milijonov prometa ponudnika, če naročate na računalnike za, 100 tisoč evrov. To že po splošnih pravilih velja. No, tukaj pa v bistvu je tudi pri družbeno odgovornem javnem naročanju to pravilo delno kršeno lahko, na način, da lahko tudi, če to ni povezano s predmetom javnega naročila, kupujete šolsko, nabavljate šolsko živila za šolsko prehrano, lahko tam določite, da recimo mora biti, da imajo prednost recimo ponudniki, ki zaposlujejo določen procent invalidov. To v bistvu nima za samo hrano nobene zveze, se pravi, s samim predmetom javnega naročanja ni povezano, vam pa v bistvu zakon izrecno dovoljuje, da to lahko uporabite. Ok, kdo so zavezanci, to verjetno niti ni pomembno za danes. Mejne vrednosti, kar se tiče teh mejnih vrednosti za uporabo zakona, vse te številke veljajo, se pravi, še vedno velja tudi za, če imamo to javno naročanje bolj družbeno odgovorno, tudi vseeno velja, da mora naročnik vse te vrednosti upoštevati, se pravi, imamo evidenčno naročila do 40 tisoč za blago in storitve, pa 80 tisoč za gradnje. Opozoril bi še potem na te socialne in druge posebne storitve, ki jih se bomo tudi kasneje lotili. Moj nasvet bi bil, vedno, ko začnete neko javno naročilo, morate itak določiti najprej te CPV kode, ker mogoče za, Katjo in Dušan, če mogoče niste toliko eksperti za javno naročanje kot ostali udeleženci tukaj, v bistvu vse storitve in vso blago in vse, kar se naroča, je Evropska komisija določila, da se določa nek šifrant teh storitev, to so te CPV kode, in vse, kar se naroča, se v bistvu spravi pod neko kodo. No, za te socialne in to velja pač za vsako naročilo, ko se objavi, mora se ta koda določiti. Naročniki pa pogosto pozabljajo, da obstaja v ZJN-3 en poseben režim za socialne in druge posebne storitve, ki so tam navedene, se pravi, zakon se točno sklicuje na prilogo direktive, za katere so te storitve so, recimo je zelo dosti teh kulturnih, izobraževalnih storitev, šolstva tudi, pa tudi še neke druge, za katere v bistvu ni, najbolj enostavno povedano, ni treba sploh izvajati postopka javnega naročanja do vrednosti 750 tisoč evrov za splošno področje in pa milijon za infrastrukturno področje. Tako da vsekakor bi jaz vsakemu naročniku priporočal, ko začenjate nek postopek, pojdite pogledati po teh CPV kodah, če mogoče pridete, da se lahko ta predmet naročila uvrsti med socialne in druge posebne storitve, ker v bistvu pol ste do vrednosti 750 tisoč evrov ste popolnoma prosti in lahko v bistvu delate isto, kot da gre za evidenčno naročilo. Ok, to so 3 vrednosti, Bi kdo od prisotnih naročnikov poskušal pojasniti razliko med temi 3? Napačnih odgovorov ni, ne kaznujemo, nismo v šoli. Zdaj, ocenjena vrednost sigurno veste, se pravi, ocenjena vrednost je to, kolikor si naročnik predstavlja, da bo to, kar naroča, koštalo, najbolj enostavno povedano, kako do tega pridete, pogledate približno po trgu, kupujete printerje, greste pogledati na neke, mimo vrste pa še kako drugo stran, da ne bom delal reklame, in vidite, koliko neka ta stvar stane, se pravi, na tak način nekako pogruntate, koliko bo to treba zagotoviti. Zdaj, pol boste pa mogli pogledati v denarnico in ugotoviti, da sploh imate zadosti denarja. To so pa v bistvu zagotovljena sredstva. To pa pomeni, koliko ima denarja na voljo naročnik, da to naročilo izvede. Zdaj, če recimo pri printerju, to ne bo problem, ker verjetno imate za pisarniško opremo, recimo 100 tisoč evrov, in to pomeni, da ta printer, ki stane 200 evrov, sigurno bo
bo ga mogoče kupiti. No. Pri tem poudarjam, da niti zagotovljenih sredstev, niti ocenjene vrednosti naročnik ni dolžan razkriti pri naročilu, in vam tudi priporočam, da tega ne naredite. Se pravi, teh vrednosti ne razkrivati, ker to pomeni pač, da seveda bojo, če ne, ponudniki navili svoje ponudbe na zgornjo mejo tega, kar imate vi še denarja v malhi. Če je ocenjena vrednost presega zagotovljena sredstva, kaj je pol? Misli, kdo pa ugibati, kaj se zgodi? Pravi, imate ocenjeno vrednost, recimo 100.000 evrov, računate, da vas bo to koštala neka rekonstrukcija ceste, zagotovljenih sredstev imate pa samo 50.000. Kaj se bo zgodilo? A lahko izvajate tako naročilo? Prepovedano sicer ni, ampak najbrž pa bo problema, ker če imate vi zagotovljenih sredstev 50.000, vi pa že v bistvu veste, da je tržna vrednost tega, kar vi naročate 100.000 evrov, pomeni v bistvu to, da ko boste prejeli ponudbe, da v bistvu nobene ne boste mogli zbrati, ker veste, da preseganje zagotovljenih sredstev pomeni, da ponudba pa ni dopustna. Se pravi, tako naročilo bo padlo v vodo. No, kako se lahko pa temu izognete, je pa v bistvu limitirana vrednost, je pa tudi tako, bi rekel, bolj dvorezen meč, neodvisno od tega, koliko je ocenjena vrednost in neodvisno tudi od tega, koliko so zagotovljena sredstva, vi lahko vedno rečete ponudnikom, pač odkrito poveste, da bojo vse ponudbe, ki bodo nad določenim zneskom, recimo 50.000 evrov, jih boste izločili. In to lahko naredite tudi, če imate vi zagotovljenih sredstev 100.000, in tudi, če je recimo ocenjena vrednost 100.000 evrov, vi lahko probate pa rečete, vem sicer, da to stane 100.000 evrov, ampak vseeno vse ponudbe, ki bojo nad 50.000 evrov, bojo pač šle v koš, ker ne bojo dopustne. To se lahko zgodi, s tem, da pravim, da v takih primerih tudi zelo verjetno ne bo nobene dopustne ponudbe, je pa to limitirano vrednost smiselno uporabiti takrat, ko vi tudi mogoče sumite, da se ponudniki dogovarjajo med sabo, in da se združujejo za to, da bojo se zmenili v bistvu, kjer bo dal kako ceno, in za limitirano vrednost v bistvu vi že naprej poveste, da pač več kot X ne boste plačali. Vse to, kar smo rekli zdaj, popolnoma velja tudi za družbeno odgovorno javno naročanje. Zdaj, za evidenčno naročila poznate, to je v bistvu najlepše za naročnike, kar se lahko zgodi, se pravi, vrednost je taka, da ni treba peljati nekega odprtega postopka, ni komplicirano, v bistvu sami zberete neke ponudbe, zberete nekoga, povabite k oddaji ponudbe, kot si ga zberete, tukaj ste v bistvu precej prosti pri tem, da lahko diskriminirate, seveda pa pač ne smete nečesa brutalno preplačati zaradi tega. To so neke izjeme, za katere se ZJN-3 ne uporablja, v bistvu sem pa to zato dal samo gor, da vidite, da družbeno odgovornega javnega naročanja tukaj ni, se pravi, ZJN-3 se tudi za družbeno odgovorna javna naročila uporablja, ampak z določenimi izjemami. Tudi pri vrsti postopkov, se pravi, to je teh 8 postopkov, ki jih ureja ZJN-3, pri čemer nisem čisto prav rekel, zato ker recimo okvirni sporazum, se ga niti nimam tukaj gor, je v bistvu tehnika javnega naročanja, ne pa vrsta postopka. In v bistvu družbeno odgovorno javno naročanje velja čisto klasično za vse te postopke. No in zdaj, kako pa v bistvu naročniki imajo, katere možnosti naročniki imajo na voljo, da neko družbeno odgovorno javno naročanje spravite v realnost. Se pravi, kaj v bistvu imajo naročniki na voljo, da dosežejo, da se bojo pri neki porabi denarja upoštevali tudi neki drugi vidiki, recimo, varstvo nekih šibkejših skupin ali pa varstvo, okolja, narave, tako naprej. Zdaj, kot sem že prej omenil, ključna je predhodna raziskava trga. Zdaj, če se postavimo v vidik neke občine, če vas bo recimo po tej današnji delavnici vas bo zamikalo, da bi rekli, ja, pa res mogoče razmislimo, kako se ta naš denar porablja, ali bi mogoče res šli pogledati, da lahko za to porabo denarja še recimo pomagamo nekim šibkejšim, ali pa da naredimo še neko širše dobro z nekim naročilom. Vedno mora, kot sem že prej rekel, se naročnik postaviti v kožo ponudnika in ugotoviti, ali to, kar naročnik naroča, ali tak ponudnik sploh obstaja, kjer bi bil tak ponudnik, jih identificirati in približno ugotoviti,
pod kakimi pogoji ponudniki to so pripravljeni dati, ne. Zdaj, kako to doseči, ne, tako z googlanjem bo to precej težko, ne, zato, kot sem že prej rekel, spodbujamo mi vsekakor in svetujemo naročnikom, da se čim več z ponudniki komunicirajo. Vi lahko recimo za kjerkoli predmet lahko naročanje, lahko vedno pridobivate neke informativne ponudbe, nezavezujoče seveda, ne. Lahko se sestajate z udeleženci, tudi ni ovira, če se z nekom sestanete, da ne bi mogel ta kasneje dati ponudbe, ne, če mu seveda ne date nekih informacij, ki bi zaradi tega bil v prednosti potem, a ne. V bistvu bistveno je, da recimo, če se recimo z nekom dobite, pa rečete, ja, zdaj bomo pa mi naročali storitve čiščenja, pa nas zanima recimo, koliko imate čistilk kaj zaposlenih, koliko čistilk recimo imate prek agencije, ali zaposlujete kaj invalidov, a ne, ali so sploh te storitve čiščenja take, da bi lahko vključevale kake invalide, a ne, v smislu pač čisto fizično, ali so te stvari, ne vem, preveč naporne, ali so, ne vem, kake oblike invalidnosti, ki to dopuščajo. To je najboljše v bistvu narediti, da se z enim, dvema, tremi temi ponudniki usedete, predebatirate in oni vam bojo najbolj dali prave informacije, na podlagi česar boste vi pač lahko potem tudi oblikovali samo javno naročilo, ne. Da boste najprej oblikovali tehnične specifikacije, kjer boste opredelili, kaj sploh naročnik potrebuje, in potem v bistvu tudi določili, kdo se bo lahko prijavil in na podlagi česa ga boste potem izbrali, ne. Se pravi, te informacije naročniki sami boste zelo težko dobili, sigurno pa boste iz tega dialoga s potencialnimi ponudniki te informacije dobili in prepričan sem, da boste izvedeli tudi kaj, na kar prej niti slučajno tudi niste pomislili, da obstaja, ne. Recimo tudi mi smo imeli primera, ne, ko je recimo naročnik mislil, da je neko storitev varovanja, ki se je skozi izvajala na nek način, a ne, da je na tak način treba izvajati še naprej, pa se v bistvu izkazalo, da je neka bajta občinska čisto po nepotrebnem imela dva ločena vhoda, ne, in dvojno storitve varovanja, ne, in so pač samo naročili pač vedno dvojno varovanje, pa se v bistvu v dialogu z nekim potencialnim ponudnikom ugotovilo, da sta v bistvu dva vhoda čisto nepotrebna, ne, in da je to varovanje mogoče drugače urediti, ne. Ali pa recimo, da tam so bila neka električna vrata nameščena, ali pa pri IT opremi je tudi zelo pogosto, ne, da naročnik najprej misli, da nekaj potrebuje nekaj, a ne, pa recimo se pol sestane z dvema potencialnima ponudnikoma, pa v bistvu vidi, da je na voljo že neka nova tehnologija, ne, ki se prej sploh naročnik ni vedel, da to obstaja. No, potem, ko ta predhodna raziskava trga je opravljena, ne, je čas, da se v bistvu ta postopek javnega naročanja formalno začne, a ne, se pravi sklepu o začetku postopka. Ta je pomemben zato, ker v bistvu se takrat vse začrta, ne, od tega, koliko je zagotovljenih sredstev, kaj se bo naročilo, pod kakimi pogoji in tako naprej. Vse postavijo tehnične specifikacije, ne, kjer, kot sem že prej rekel, se v bistvu opredeli natančno, kaj naročnik pravzaprav naroča, ne, in seveda tega se mora naročnik potem tudi držati, ne. Ko je enkrat razpisana dokumentacija, rata pravnomočna, pol je v bistvu naročnik ne sme več spreminjati in v bistvu mora ponudnik dobaviti to, kar je naročnik tam zahteval. Zdaj zakon določa, če se dotaknemo tega, kdo sploh lahko sodeluje, a ne, zakon v bistvu določa najprej negativno in potem pozitivne pogoje za sodelovanje. Zakon določa, koga v bistvu ne sme naročnik izbrati, s tem, da določa obvezne izključitvene razloge, ne. To so recimo neka obsodba za kazniva dejanja tega ponudnika ali pa njegovih teh vodilnih delavcev, pa recimo neplačilo davkov, pa kršitve teh predpisov o delovnem pravu, ne, se pravi, kar se tiče odmorov, plačil, dopustov in tako naprej. Pa je pa tam še nekaj fakultativnih razlogov, ki jih pa naročnik lahko upošteva, ne. Če jih upošteva, ne, seveda pač mora potem takega naročnika izključiti. Point pa je v tem, a ne, se pravi, da izključitveni razlogi povejo, kdo v bistvu ne sme sodelovati. No, poleg tega pa lahko naročnik dodatno še in te izključitvene razloge obvezne naročnik pač mora upoštevati, tukaj ni izbira, ne. Potem pa ima možnost naročnik še dodatno zožiti, kdo se lahko prijavi, ne,
z določitvijo pogojev za sodelovanje. Pogoj za sodelovanje pa v bistvu pomeni, da naročnik določi neke dodatne pogoje, poleg teh obveznih, ki jih določa že sam zakon, kdo se bo lahko na to javno naročilo prijavil, kdo bo v bistvu sploh lahko oddal ponudbo. No, in recimo, zakaj se to dela? Zato, da ne bi recimo nek včeraj ustanovljen nek garažni DOO povzročil težave, ker bi dal ponudbo, pol bi pa v bistvu se v fazi izvajanja pogodbe, čemer je v bistvu javno naročanje namenjeno, bi se ugotovilo, da pa ta subjekt tega v bistvu ni sposoben izvesti, ker ne zna, ker recimo tega še nikoli ni delal in tako naprej. No, kar se tiče pa družbeno odgovornega javnega naročanja, pa lahko naročnik določi tudi pogoje za sodelovanje, da recimo lahko se prijavijo samo, subjekti, ki imajo, zaposlujejo določeno kvoto invalidov, ali pa ki imajo recimo certifikat za ekološko pridelano hrano, ali pa recimo, ki imajo, neke urejeno recimo minimalno plačilo, se pravi, da, storitev čiščenja ne smejo izvajati subjekti, ki recimo imajo plače, ki so pod določenim zneskom, ampak da se na tak način spodbuja, da vam bojo delali subjekti, ki imajo ki v bistvu zaposlujejo ljudi z boljšo plačo. Seveda pač ljudi z boljšo plačo so verjetno bolj motivirani, bojo boljše opravljali storitve, ali pa recimo, če so čistilke stalno zaposlene, je to tudi prednost v primerjavi s tem, če imate recimo vsak teden drugo ekipo, ki je nekih agencijskih delavcev, ki jih ta ponudnik angažira in potem pač seli z ene na drugo lokacijo. Se pravi, zdaj smo določili, kdo se ne sme oddati ponudbe in kdo jo sme. Potem pa moramo določiti še merila za izbor, se pravi, med temi ponudniki, ki pošljejo ponudbe, ki imajo dopustne ponudbe, koga bo naročnik v bistvu izbral. In tudi v fazi meril za izbor se lahko opredelijo neki vidiki, ki spodbujajo družbeno odgovorno javno naročanje. Se pravi, če smo prej rekli, da se recimo ne sme prijaviti nekdo, ki ima manj kot 5% zaposlenih recimo invalidov, bi lahko isto stvar določil tudi kot merilo za izbor, na način, da določimo, da recimo ponudnik, ki ima 5% invalidov, dobi 5 točk, tisti, ki ima 10% invalidov, dobi 10 točk, tisti, ki ima recimo 15 ali pa več, dobi pa 15 točk. Se v bistvu skozi načine točkovanja ponudbe v bistvu spodbuja neke te družbeno odgovorne vidike. No, potem pa so seveda še določbe pogodbe o izvedbi javnega naročila, to je pa v bistvu najbolj pomemben dokument v celotni razpisni dokumentaciji in to tudi vam kot naročnikom, če odmislimo današnjo temo, vam vsekakor poročam, če boste imeli slabo pogodbo o izvedbi javnega naročila, vam perfektno izpeljan predhodni postopek javnega naročanja nič ne bo pomagal, zato ker boste pol ostali z izvajalcem, ki recimo bo slabo delal, pa ga ne boste mogli sankcionirati, pa nimate nekih načinov, kaj v bistvu se iz tega izvleči. Tako da pogodba o izvedbi javnega naročila je zelo pomembna in pri temu je res treba nameniti absolutno največ pozornosti od celotne razpisne dokumentacije. No, seveda, kot sem pa že prej rekel, se pravi, če bi recimo imeli merilo za izbor 5% invalidov, vam to nič ne pomaga, ker bi lahko te invalide recimo samo jih na papirju zaposlil za to, da je oddal ponudbo, potem, ko bi se pa ta pogodba izvajala, pa bi recimo sploh jih ne angažiral več, ali pa recimo bi imel neke čistilke zaposlene samo na papirju, ali pa bi te delali drugi, kljub temu, da ste imeli vi pogoj 5%, ali pa 50% oseb z pogodbo zaposlitve za nedoločen čas, bi pa recimo vaše storitve čiščenja pri vas izvajali agencijski delavci, kljub vsemu. Se pravi, niste nič dosegli, zato je treba tudi v pogodbo o izvedbi javnega naročila te družbeno odgovorne vidike upoštevati, se pravi, recimo, ves čas izvajanja naročila je dolžan zagotoviti to pa to. Tudi pri družbeno odgovornem javnem naročanju velja enako kot splošno pravilo, se pravi, ne smete izbrati ponudbe, ki ni dopustna, dopustna ponudba pa je v bistvu tista, pri kateri ne obstaja razlogi za izključitev, recimo ponudnik ni obsojen, izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ustreza tehničnim specifikacijam, je pravočasna, ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, ni neobičajno nizka, pa cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.
Pogoji za sodelovanje, ne, ki smo se jih prej že na kratko dotaknili. Se pravi, zakon v bistvu določa, ne, omogoča 3 vrste omejevanja pogojev za sodelovanje. Ne. Ena je ustrezen za opravljanje poklicne dejavnosti. To v bistvu pomeni, da če so neke storitve, kot je recimo varovanja, ne, kjer pomenijo, da moraš imeti neko posebno kvalifikacijo, ne, se pravi, v bistvu moraš imeti za to licenco, lahko pač naročnik seveda določi, da pač to licenco moraš imeti. Ne. Pa recimo, če bi naročali odvetniške storitve, ne, če ne gre za situacijo, ko je ena od izjem, bi seveda tam morali in utemeljeno določili, ne, da pač je pogoj, da je ta odvetnik registriran pri odvetniški zbornici. To ponavadi v praksi skoraj nikoli ne povzroča nekih težav. Pol recimo lahko naročnik določi neke pogoje, ki se tiče ekonomske in finančne sposobnosti. To pa v bistvu pomeni, ne, kot smo že prej rekli, da recimo določite nek minimalni promet, ki ga mora doseči tale ponudnik, ne, se pravi, ne vem, naročate šolsko prehrano, pa hočete zagotoviti, ne, seveda bo mogel pač dobaviteljem plačati ta ponudnika, ne, pa recimo, če bo nelikviden, ne, recimo, ali pa recimo ne bo mogel plačevati plač, bo to sigurno otežilo izvedbo naročila, ne. Zato lahko določite, da recimo mora imeti minimalen promet v, ne vem, zadnjih 3 letih tak. Pa je pa v bistvu še tehnična in strokovna sposobnost, kjer pa določite, tukaj pa so predvsem reference, ne, in sicer reference tako kadrov kot pa ponudnika, neke pretekle izkušnje z izvedbo takih naročil, no, po to tehnično in strokovno sposobnost pa bi v bistvu tudi lahko uvrstili to, kar smo prej omenjali, ne, se pravi neke kvote minimalne za zaposlovanje invalidov, pa recimo, kar se tiče zaposlitve za nedoločen čas, ne, da se omeji prekarne delavce, ali pa recimo status socialnega podjetja. To so v bistvu pogoji za sodelovanje, ki jih je mogoče tukaj omejiti. Seveda naročnik mora upoštevati načelo sorazmernosti pa transparentnosti, ne, se pravi, to mora biti vsem in vnaprej znano, pa mora biti tudi sorazmerno, ne, čeprav smo pa že prej ugotovili, da pri družbeno odgovornem javnem naročanju zakon precej dopušča od tega tudi odstopanja. Okej, to smo že prej omenili, ne, se pravi, ja, ali res si kot naročnik želite, ne, če naročate neka, ne vem, bolnica, neke rjuhe, ne, da so bile te rjuhe proizvedene v nekem takem okolju, ne, kjer ljudje delajo pa, ne vem, 14 ur na dan za neko mizerno plačo, so izpostavljeni, ne vem, tudi nekim zdravstvenim tveganjem in tako naprej. To se da določiti. Se pravi, zdaj smo šli bolj podrobno te pogoje za sodelovanje, ne, pol so pa merila za izbor, kjer pa mi ocenjujemo ponudbe, ki smo jih prejeli, ne, ta merila morajo biti nediskriminatorna, ne, pri čemer, kot sem že rekel, določena diskriminacija za družbeno odgovorno javno naročanje je dopustno, sorazmerna povezana s predmetom javnega naročila, v nobenem primeru pa naročniku ne sme biti podeljena neomejena svobodna izbira na naročnik, na način, da bi v razpisni dokumentaciji recimo naročnik rekel, izbral bom tistega, ki bo meni najbolj všeč, pika. Merilo za izbor je praviloma pač zakon pravi, ne, ekonomsko najugodnejša ponudba, ne, kjer je recimo treba upoštevati tudi recimo, ne vem, stroške v celotnem obdobju izvajanja naročila, ne, tudi če nekaj kupite poceni, pa vam bo pol ta poceni, ne vem, dvigalo crkvalo pol vsake 2 meseca, ne, izven pa ne bo recimo neke garancije, ne, se lahko izkaže, da bo na koncu tega obdobja za stvar treba plačati bistveno več, ne. Tako da treba pač upoštevati celotno obdobje trajanja naročila. Pa pač še neka druga merila, ne, kot so recimo, kot smo že prej rekli, te invalidske kvote in tako naprej. Zdaj v praksi je pa, mislim, da imam celo na naslednjem slajdu, cena praviloma edino merilo, ker zakon določa, da razen za storitve izdelave računalniških programov, arhitekturne in inženirske storitve ter prevajalske in svetovalne storitve mora biti še določeno neko drugo merilo poleg cene. In pa za storitve iz člena 67a ZJN-3, to so pa te delovno intenzivne storitve, kot so recimo tudi storitve čiščenja. Pa zakon izrecno določa, da naročnik mora naročati te storitve, upoštevaje socialno odgovorno javno naročanje z vključitvijo meril, ki se nanašajo na socialne vidike. Se pravi, zakon za te storitve iz člena 67a ZJN-3 izrecno določa, da morate naročniki upoštevati te
socialne vidike. Zdaj, kjer so pa te storitve, sem jih pa tukaj navedel. To so spet te naše stare znamke CPV kode. Vidite, da je tukaj nekaj storitev prehrane, pa cestni prevoz, pa varnostniki, recimo so zdaj cestni prevoz, recimo tukaj zraven spadajo tudi šolski prevozi, ki jih v bistvu vse občine morate naročati, pa mogoče tudi kdo vedno ne ve ali pa ne upošteva tega 67a ZNT, bi v bistvu pri vseh šolskih prevozih mogli ti kriteriji biti tudi upoštevani. Storitve čiščenja, prehrane in tako naprej. Se pravi, pri teh je obvezno upoštevati merila, ki se nanašajo na socialne vidike. Zdaj, praksa je pa v bistvu v Sloveniji taka, vidite, da je bilo naročil, to so podatki za leto 2023, bilo je skoraj 17.000 naročil. Tukaj opozarjam, da niso vključena evidenčna naročila, ki bi jih bilo verjetno, po mojem občutku, verjetno skoraj do milijona, verjetno, da pridemo, zagotovo bistveno več od teh postopkov. Dobrih 6 milijard je bilo za to porabljenih, in od tega je samo cirka 10% naročil in pa cirka 7% vrednosti imelo še kakšno drugo merilo poleg cene. Zdaj, glede na to, da je v določenih primerih ta merila treba uporabljati, jaz se bojim, da je tukaj vmes tudi kar precej v bistvu nezakonito oddanih naročil, kjer v bistvu ti vidiki niso bili upoštevani, pa bi mogli biti. Tukaj sem dal nekaj primerov, kaj v bistvu bi lahko bila ta merila za izbor, se pravi, recimo neko zaposlovanje socialno vključenost, recimo 10% zaposlenih pri izvajanju iz nekih ranljivih skupin, recimo invalidi, pogosto so tudi neki ljudje iz nekih šibkejših družbenih okolij. Zagotavlja dostojnih delovnih pogojev, recimo, da se določi neka minimalna plača, ki jo mora ponudnik zagotavljati vsem zaposlenim, lahko se tudi upošteva kot merilo za izbor, da je višja povprečna plača tega zaposlenega, tega ponudnika, se pravi, višjo povprečno plačo kot ima, dodatne točke dobi. Lahko se zasleduje recimo omejitev prekarnega dela, kjer recimo piše v merilih, da je recimo lahko ta ponudnik ima samo največ 5% zaposlenih teh prekarnih delavcev. Je pa tudi seveda pomembno, da mora biti, če hoče zagotoviti, da teh prekarnih delavcev ne bo pri vas, ali pa da pri vašem naročilu ne bo teh prekarnih delavcev 50%, je treba tudi napisati, da je to pogodba, ne samo pod merila, se pravi, da tudi pri izvajanju pogodbe bo ta omejitev določena. Pa so pa recimo še neki etični vidiki v dobavni verigi, recimo vsaj 40% mora imeti certifikat pravične trgovine, to je ta fair trade, pa recimo jamstvo, da v celotni dobavni verigi ni otroškega ali pa prisilnega dela, in če ugotovite, da se to dogaja, da v bistvu lahko iz tega razloga takoj odpoveste pogodbo o izvedbi javnega naročila. Ali pa recimo, da mora 30% vrednosti pogodbe zagotoviti socialno podjetje. To so zgolj neki primeri, imamo jih še pol precej več. Zdaj, ko smo že pri teh javnih smernicah, se pravi pri kako v bistvu se tega sploh lotiti, pa bi mogoče to bila zadnja tema pred današnjo pavzo, v bistvu bom jaz tole projekcijo končal, pa bom pokazal, poglejte recimo na strani od Direktorata za javno naročanje imate zelo uporabnih dokumentov. Muštri, to v bistvu, kar imamo vsi nareči pri našem delu, je dober mušter, je ponavadi že pol rešitve problema. Direktorat za javno naročanje tam objavlja kar precej teh muštrov. In med drugim so objavili tudi smernice za javno naročanje storitev čiščenja. To so ene od teh storitev, kjer smo rekli, da naročniki v bistvu morate določati pač te socialne vidike pri merilih, sicer ste v prekršku, pa tudi lahko vam pač kak ponudnik izpodbija razpisne dokumentacije že iz tega razloga. No, recimo za javne storitve čiščenja, ker pač jih praktično vsi naročniki rabijo, je zato direktorat pripravil smernice, kjer v bistvu piše in so določeni tudi konkretni primeri, kako v bistvu se to upošteva, se pravi, kako se v bistvu tega lotiti, in so tudi neki čisto konkretni primeri za to, kako v bistvu izvesti merila. Se pravi,
Tukaj je primer, da morajo v ponudbah 5 oseb navesti, ne, in za vsako osebo, ki je zaposlena pri ponudniku na podlagi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, razen če gre za neke varovane kategorije, prejme ponudnik neko dodatno točko, ne. Tako da tam imate v bistvu za te storitve čiščenja, pa tudi so še za neke druge storitve. Je to v bistvu tam določen, tako da to vam predlagam, da tole tam pogledate na straneh od direktorata. To je to, evo, zdaj pa predlagam, da imamo mogoče koliko 10 minut pavze, pa bi pol po pavzi v bistvu se lotili še teh pridržanih javnih naročil, kjer pa v bistvu so tako prav izrecno zakon ureja to družbeno odgovorno javno naročanje. Pol bi si pogledali še nekaj primerov iz prakse, ne, teh 71 primerov, ki jih je prej že Katja omenila. Seveda ne bomo vas uničili dokončno z vsemi 71, seveda pa zelo dobrodošlo pol na koncu tudi, kakor vem, bomo imeli en konkreten primer ponudnika, ki recimo izvaja taka javna naročila. Nadaljujemo pri pridržanih javnih naročilih, kar je v bistvu taka najbolj zdaj na 3 določena oblika družbeno odgovornega javnega naročanja. Evo, samo da zdaj pridemo nazaj iz tako. Torej, pridržana javna naročila. Člen 31Z1.3 izrecno določa, da lahko naročnik določeno javno naročilo pridrži, kar v bistvu pomeni, da lahko ponudbo odda samo subjekt, ki izpolnjuje določene pogoje. Naročnik lahko, to je pomembno, ne, naročnik lahko pridrži javno naročilo za katerokoli predmet javnega naročanja in tudi za katerikoli postopek javnega naročanja, ne glede na vrednost. Kako pa v bistvu to naredi, ne? Na način, da določi, da bo pridržal javno naročilo na način, da bo zožil nabor izvajalcev na invalidska podjetja, zaposlitvene centre, socialna podjetja ali pa podjetja s socialno vsebino. Zdaj, uvodno smo že slišali, a ne, kakšne so v bistvu vrste teh oblik, a ne, s tem, da tukaj zakon ima v istem členu v bistvu 2 precej ločeni skupini obravnavane. Zdaj, invalidska podjetja in zaposlitveni centri so v bistvu oboje ustanove, ki se ukvarjajo z angažiranjem in vključevanjem invalidov v družbo, a ne. Se pravi, invalidsko podjetje je v bistvu, se ne vem, imamo to celo določeno, naslednjem slajdu mogoče. Imamo, ja. Se pravi, v bistvu invalidsko podjetje je firma, ne, je v bistvu gospodarska družba, ki ima vsaj 40% vseh zaposlenih invalidov in odločbo Ministrstva za gospodarstvo, da dobi tak status. Zaradi tega je pa v bistvu gospodarska družba, kar pomeni, da tekmuje z ostalimi subjekti na trgu, lažje pa tekmuje zato, ker v bistvu država sofinancira v bistvu to zaposlovanje invalidov, ne. Je pa to še vseeno pač d.o.o., tako kot vsak drug ponudnik, in tudi to invalidsko podjetje pač mora tekmovati s ceno, ne. No, medtem ko in je v bistvu namenjeno invalidom, katerih okvara ni take narave, da v bistvu dela ne bi bilo mogoče opravljati, a ne, se pravi, gre za neko, bi rekel temu, normalno delo, a ne, ki ga lahko opravljajo tudi invalidi. Medtem ko pri zaposlitvenem centru, saj ne vem, upam, Katja in Dušanka, da ne govorim kakih bedarij tukaj, ne, ker to res ni moje področje, ampak vseeno po moje prav, da vem, ne, ker jaz moram priznati, da preden sem se na to predavanje pripravljal, dejansko nisem čisto dobro vedel, kakšna je razlika. Medtem ko zaposlitveni center je pa tudi pravna oseba, ki pa zaposluje, recimo temu, težje invalide, a ne, na zaščitenih delovnih mestih, a ne. Se pravi, to pa so v bistvu taki invalidi, ki načeloma bi težje delali na nekih običajnih delovnih mestih, a ne, tudi mislim, da mora imeti najmanj 70% vseh invalidov v družbi, a ne, in ni gospodarska družba, ne. Se pravi, tukaj je bolj poudarjen ta vidik. Če rečemo invalidsko podjetje, v bistvu neka firma, ki ima zaradi tega, ker ima invalide neke ugodnosti, a ne, je zaposlitveni center v bistvu
fokus bolj na tem, da se tem invalidom da delo, se pravi, da se jim da nekaj za delati, kot pa da je neko delo, ki ga lahko opravljajo tudi invalide. Se pravi, bolj poudarjen je ta vidik družbene odgovornosti, bi rekel. No, druga oblika so pa socialne podjetja in pa podjetja s socialno vsebino. To pa v bistvu je tudi podobno, se pravi, mora biti pridobljen ta status. Gre za nepridobitno pravno osebo, kjer je v bistvu pomembno, da pač dobiček, če ga dosega, bi se mogel nekako vračati v to dejavnost. Tudi mora biti ta odločba ministrstva, pa v bistvu je popolnoma neomejeno. Se pravi, socialno podjetništvo je mogoče upravljati na popolnoma vseh področjih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti, pa obstaja v Sloveniji tudi seznam socialnih podjetij, ki pa je v bistvu pomanjkljivo, ker manjka ključno, se pravi to, kar v bistvu ta socialna podjetja ponujajo. Tako da tukaj mislimo, da je še precej prostora za napredek. No, in pri teh pridržanih javnih naročilih, kot sem že rekel, lahko omeji tudi naročnik na eno ali pa na obe skupini, se pravi, lahko reče samo, da bo dovolil udeležbo samo, socialnim podjetjem ali pa recimo samo invalidskim podjetjem, da obstaja neko stališče teorije, da ne sme diskriminirati med zaposlitvenimi centri pa med invalidskimi podjetji, se pravi, če omeji, mora vključiti oboje, se pravi in invalidska podjetja in zaposlitvene centre. Pa ta omejitev velja tudi za podizvajalce. Se pravi, če imamo podizvajanje, ni mogoče v bistvu zaobiti tega, da bi pa v bistvu neko invalidsko podjetje imelo za podizvajalca neko čisto običajen subjekt, ki bi v bistvu ne imel teh omejitev. Pa seveda ta omejitev mora že biti od začetka navedena v razpisni dokumentaciji. Namen, kot smo že prej rekli, je v bistvu večje vključevanje v družbo, zagotavljanje enakih možnosti za vse, tudi te deprivilegirane skupine. In ravno zaradi tega, ker pač se te skupine težje prijavljajo, imajo verjetno tudi višje stroške, v bistvu zakon dopušča pozitivno diskriminacijo. Dejansko tudi ta zakon o zaposlitvi in rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, pa tudi zakon o socialnem podjetništvu v bistvu ta vidika poudarjata. No, pol je pa v bistvu še pa druga oblika, se pravi, zdaj smo imeli za kjerokoli naročilo in za kjerikoli postopek lahko naročnik določi, da se ena od teh 4 kategorij lahko samo prijavijo kot ponudnika. In te odločitve, to je v bistvu huda diskriminacija, bi rekel, omejevanje konkurence, ampak je zakonito in v bistvu se z tega razloga ni mogoče pritožiti. To je zelo pomembno. Se pravi, naročnik ima pravico pri vsakem naročilu se odloči, da ga bo pridržal in tega v bistvu nihče ne more spodbijati, da bi rekel, ja, zdaj pa boš zaradi tega plačal več, torej si ravnal nasproti z načelom gospodarnosti ali pa ker si omejil izvajalce, si kršil načelo enakopravne obravnave ponudnikov ali pa konkurenčnost. To je v bistvu zakon daje popolnoma prosto presojo naročniku, da lahko to javno naročilo pridrži in zaradi tega ne more imeti nobenih sankcij, niti v smislu, prekrškov in spodbijanja razpisne dokumentacije in tako naprej. No, pa je pa v bistvu še ena posebna kategorija, ki pa smo jih tudi prej že omenjali, to so pa te socialne in druge posebne storitve, kjer imate pa naročniki bistveno višje prage, se pravi 750.000 evrov do tega zneska je v bistvu evidenčno naročilo. So pa v bistvu te storitve, se pravi, tukaj imamo pa predvsem nekaj, kar se tiče zdravstvene nege, pa izobraževanje, pa recimo športni klubi, socialni centri tudi recimo, za te storitve, to so spet te CPV kode, pa v bistvu isto velja možnost, da se ta javna naročila teh socialnih in drugih posebnih storitev pridržijo, ampak je pa definicija subjektov, ki se jim pridržijo malo drugačne. Če smo imeli prej te invalidska podjetja, zaposlitvene centre, socialna podjetja, pa kaj še bilo ta četrto? Ta podjetja s socialno vsebino. Je to v bistvu sploh logična definicija, kaj je pa Dušanka? Podjetje s socialno vsebino, a je to nek zakonski pojem pri nas, da se ve, kaj to pomeni? Prav zakonski ne bi rekla, da je to tiste, ki imajo ki imajo tudi ki sledijo načelom socialne ekonomije. Ja, to bi v praksi znalo biti tudi, da je sporno, ker socialna podjetja pa invalidska pa tako naprej imajo odločbo. Subjekti socialne ekonomije imajo zdaj za novo strategijo tudi definicijo in načela, ki jih morajo spoštovati, presojali bodo pa v njih posamezni naročniki.
Ja, o izpolnjevanju tako, ja. teh načel, Bomo tako je bilo razloženo. Ja, Sicer seveda, se ja. nisem strinjala s tem, ampak ja. Ja, s tem je v bistvu kar dano neko breme na naročnike, ja, da v bistvu presojajo nek status, zlasti pri teh, a ne, se pravi, tistih, ki niso socialna podjetja, invalidska in tako naprej. Ali res To imajo lažje bi bilo, socialno da bi stik. rekli, da morajo pridobiti status, ker načela so identična socialnega podjetja, ampak nekako se niso strinjali. Ok, hvala za tale vpogled. No, tukaj, se pravi, prej smo rekli, nepridržana javna naročila za za vse predmete in vse postopke, pri socialnih in drugih posebnih storitvah so pa lahko pridržana za teleorganizacije, ne, se pravi, poslanstvo teh organizacij zagotavljanje javnih storitev, pa mora biti tudi pač povezano s temi storitvami, ki jih zagotavlja. Dobiček se vrača v uresničevanje poslanstva, ne, se pravi, ali pa da je neka delavska participacija, pa mora biti participativna struktura upravljanja lastništva, ne, se pravi, vidimo, da so tukaj subjekti, a ne, ki jih to cilja, so nekoliko drugačni od teh splošnih pridržanih javnih naročil. Pa je v bistvu še omejitev, ne, da naročnik v zadnjih 3 letih ni oddal javnega naročila za isto pridržano storitev. Trajanje pa v bistvu ne sme biti za posamezno naročilo daljše od 3 let. Zdaj v bistvu vse, kar sem do zdaj omenil, a ne, je v sklopu tega kupujte družbeno odgovorno, ne, se pravi ta We Buy Social, a ne. Tukaj sem dal link do te spletne strani Evropske komisije, a ne, kjer imate v bistvu vse te stvari objavljene, ne. Pomembno je to obvestilo Evropske komisije, ki je v bistvu priročnik za upoštevanje družbenih vidikov pri javnem naročanju. Ta je mogoče tak malo bolj pravniški jezik, bi rekel. Pol imate še v bistvu nek tak, dokaj tak uporaben dokument za začetek, kjer je 15 teh pogosto postavljenih vprašanj. Ta sicer je po mojem samo v angleščini na voljo, kakor sem ga jaz našel, pa je tak kratek, da v bistvu dobite nek feeling, kaj sploh to družbeno odgovorno javno naročanje je. Pol pa v bistvu sledi še 71 primerov dobre prakse, ne, ki so pa tudi že bili omenjeni. Ampak boljš, kot da gremo na neke primere dobre prakse iz Evrope, a ne, je boljš, da gremo zdaj kar na en primer dobre prakse, ki je zelo lokalni in kakor slišim, tudi zelo dobro deluje. Ja, Super. hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Leskovec. Evo, nam se je pa pridružil Denis Ploj iz zadruge Dobrina. Denis, primer iz prakse, kot dober primer iz prakse te danes predstavljamo. Kje pa se nahajaš ravno kar zato, da bojo ostali tudi vedeli, da nisi samo doma dejavn, ampak očitno tudi naokrog? Ja, tako, lepo pozdravljam tudi iz moje strani. Upam, da se me sliši, mi smo ravno sredi odmora. Se sliši? Ja. Malo sem se odmaknil, toliko, da ni toliko ropota. Trenutno se nahajam v Italiji, v Toskani sicer, kjer ravno nekako izmenjujemo preko Interrega Slovenija, Mediteran, primere prakse povezovanja lokalne ponudbe, se pravi nekako način lokalno ponudbo povezati v neko obliko, v katero se potem skupaj trži. Tako da zaradi tega tudi današnjega predavanja nisem slišal in upam, da dobesedno bom nekako odgovoril, pa da bom imel pravilno temo, katero si danes želite. Jaz mislim, da glede na to, da že v praksi toliko delate, da trenutno nisi tako zamudil v sklopu predavanja. Gospod Leskovec nam je predstavil zelo konkretne in zelo praktične. Jaz sem ravno kar razlagala, da prvič razumem pravzaprav javno naročanje, ker je bilo zelo jasno predstavljeno, res. Tako da se zelo veselim, no, da smo ga našli. Denis, tebe smo pa pravzaprav povabili zaradi tega, da poveš, vi imate kar precej praks z javnim naročanjem z različnih strani različnih javnih naročnikov. Pa me sam zanima, pravzaprav na kak način ste se lotili, kaj so prednosti kaj so prednosti tega za zadrugo, pa kaj so tudi mogoče kakšne ovire, na katere naletite pri javnem naročanju. Pa socialno podjetje, imate status tudi, ne, Denis, mislim, da še. Ja, tako je, mi imamo status socialnega podjetja že od leta 2015, kar pomeni tudi, da imamo, verjetno so danes govorili o tej prednosti socialnih podjetij pri javnih naročilih.
V praksi moram povedati, da še se tukaj kaj veliko pri javnih naročilih prehrane, ker mi dostavljamo živila v obrata javne prehrane, pri tem se kaj veliko ne dogaja, se pravi v tej smeri, da bi se ta pogoj upošteval, pa da bi imel pri tem prednost. Drugače pa smo veliko delali z javnimi naročili v javne ustanove, predvsem v domove starejših občanov. Moram povedati predvsem to, da preden se javno naročilo izvaja, se moramo dobesedno dobiti z šolo samo, da se tam tudi dogovorimo glede razbitih sklopov. Velikokrat oziroma največkrat imamo težavo v tem, da sploh ne dosegamo pogojev, kateri so v javnem naročilu zahtevane, in tukaj je to, da dobesedno moramo v vsakem sklopu imeti vsa živila na voljo. Naša zadruga dela izključno z lokalnimi živile in ne vem, kakor hitro se najdejo banane ali karkoli v javnem naročilu v določenem sklopu, smo mi že tisti, kateri izpademo, ker tega pogoja ne izpolnjujemo. Tako da imamo problem v tem, da se moramo prej dogovoriti pa dobiti samo šolo, kjer sklope v redu razbijajo. Ta javna naročila, mislim, da se veliko razlikujejo v tem, ali so za hrano ali pa recimo so neka investicijska, ne. Ampak jaz zdaj bolj kot ne pravim primere pri hrani sami, ne. Tako da zdaj veliko se v praksi poslužujemo dobave v javne ustanove preko okvirnih sporazumov, kjer se pravi glih šole izločijo ta izločeni sklop 20%, katerega lahko, oziroma 98.000 evrov vrednosti, in potem v tem okvirju mi dobavljamo. Kot pa sem povedal, z domovi starejših občanov, tam pa smo naredili javno naročilo in je tudi velikokrat bila potem na koncu težava pri sami ceni, ne. Se pravi, uvožena hrana je zagotovo cenejša od tiste lokalno pridelane, ampak tukaj zakonsko se od leta 2012, ko smo začeli delati, pa do danes zelo veliko spreminja, ne. Se pravi, danes se dogaja to, da je veliko več pomena na tej zdrave lokalni hrane in tudi država dela na tem, se pravi, da teh živil v šoli največ oziroma čim več. Tako da imamo kar nekaj, se pravi, možnosti, kjer lahko se vključujemo v javne ustanove, izven tega, da se prijavimo na javno naročilo. To, drugače pa ja, po eni strani so tudi včasih razlagali že, da bi javno naročilo za javne ustanove oziroma za dobavo živil v kuhinje se naj to izvzelo. To je bilo, ne vem, vedno pred volitvami so to tematike, katere radi izpostavijo, ampak zaenkrat, če na tem ni nič. Jaz sam pa tudi ne vem, če je vredno, da se to naredi ali ne. Ker vsaj po eni strani vemo, transparentni moramo biti in vse skupaj, in tisto javno naročilo po eni strani je res ena zadeva, ki je najbolj transparentna. Kaj recimo mene v praksi mote, ko še gledam tudi na splošno kot življenjsko zadevo, ne, vidim, da velikokrat se dogaja to, ne vem, tudi ko občine kakšne investicije izvajajo, prijavljajo, se zgodi to, da ne vem, tisti, kateri je pomagal že pripravi same dokumentacije, tisto podjetje potem izvede tudi javno naročilo oziroma pomaga pri njem, in kaj na koncu se zgodi, sami si nastavijo noter kvote, katere zelo težko druga podjetja dosegajo, ne, in potem po eni strani si dobil v začetku že posel, da si pripravil zadevo, in na koncu si še lahko pripomogel k temu, da si to izvedel. Ampak to so veliki sistemi in zdaj ne vem, kaj lahko tu jaz pomagam oziroma povem še. A smem še jaz kaj vprašati? Ja, prosim, z veseljem. Ja, v bistvu mene zanima, ne, ker mi pogosto recimo naročnikom svetujemo, pa koliko recimo ste vi kdaj proaktivni, da recimo se greste, da recimo predlagate nek sestanka, ne pa da v bistvu vi naročnikom predstavite, kakšne so sploh, kje so vaše prednosti, pa v bistvu hkrati jih tudi že recimo vnaprej seznanite, da recimo banan vi ne morete štajerskih dobavljati, ne? Tako je. Dobro vprašanje. Tukaj zelo veliko delamo na tem, katere šole imajo s tem interes ukvarjati. Po eni strani moramo vedeti, ne vem, šole imajo okrog 12 do 13 sklopov, če grejo potem v razbijanje sklopov, se pravi, da razbijajo sklope, da se tudi lokalni ponudniki prijavijo na en sklop, recimo, da dajo posebej med, posebej jabolka, posebej ekološka zelenjava lokalna in tako dalje, lahko pride tudi na 30-35 sklopov. In tu se dogaja potem velikokrat to, da šole, katere so oddaljene, tiste v centru, pa večje šole, pa v mestih in tako dalje, tam ni problem, tam se
vedno prijavijo vsi prijavitelji. Šole, ki pa so oddaljene, tam pa je težava v tem, da potem ne dobijo dovolj prijav na določene sklope in zato raje združijo sklope, pa še potem morajo šole, pravijo v praksi, pozivati te, ki se prijavljajo na razpise, da se tam prijavijo, ne? Ker so tukaj male količine pogosto in je kar veliki izziv sploh dobiti dobavitelje. Tam je kar zanimivo, no? Ampak recimo v bolnišnicah, v domovih starejših občanov, tam pa tudi, ko recimo kdo drug razpis dobi, je takoj noter vpogled v samo dokumentacijo zahtevan. Zakaj to je? Je to razlika, ker so količine večje, ali zakaj so te razlike med DSO-ji pa med šolami? Tako je, definitivno. Recimo v manjše šole, ko vozimo, je lahko solate se pelje samo 5 kil v enem dnevu, ne? Recimo v domovi starejših občanih pa je ta količina tudi po 100 kg lahko, ne? In tukaj so ti interese čisto različne. A pa imate tudi recimo izkušnje, ker po javnem naročanju, če recimo, pač v Sloveniji je to generalno problem, ne samo pri živilih, ne, ampak problem je, da v bistvu je ena ali pa nobene ponudbe, ne? Ker pač smo majhni, ne, tudi pri večjih naročilih je to problem. Imajo pa naročniki v bistvu v tem primeru možnost, da v bistvu oddajo naročilo brez izvedbe odprtega postopka, ne. Se pravi, če ni nobene ponudbe, ne, imajo v bistvu pol praktično naročniki možnost, da sami izberejo, kdo bo to izvajal. A se recimo dokdaj tudi do vas pridejo kdaj če recimo jim se noben ne prijavi, recimo pridejo kdaj pol do vas tudi taki naročniki? Tega primera še nismo imeli, moram povedati, da bi se to zgodilo. Niti ne vem, če to v šolah vejo. Ponavadi jaz mislim, da se vedno želijo, da so vsi sklopi, da se vsaj nekdo prijavi na njih. Vključene, moram reči, smo tudi Gospodarska zbornica naredila ta katalog o zelenem javnem naročanju, se pravi, ki so vsi lokalni ponudniki noter vključene. Zdaj v praksi bom jaz rekel tudi, da zadeva, vsaj z mojega vidika, ni toliko dobro zaživela. Nekaj tistih javnih večjih inštitucij, ne vem, policija, vojska in tako dalje, so to začeli uporabljati. V samih šolah, vrtcih pa se še vedno poslužuje, se pravi, svoje metode, svojega sistema, da probajo poiskati svoje lokalne dobavitelje. Zdaj tukaj v tem mariborskem območju smo to ponavadi tudi mi vključeni kot zadruga zraven. Tako da ni še nekega sistema, preko katerega bi lahko šole ugotovile tisto vso ponudbo, ki jo imajo, pa da bi potem tudi razpisale v izločene sklope. Tako da vedno, ko to delamo v dogovorju z šolo, se pravi, ko se javni razpis pripravlja, smo tudi mi zraven, da pomagamo pa jim povemo, ne vem, to je možno dobivati v celotnem času sezone, tega vedno premalo, tukaj vemo, da je visoka cena, težava, ne? Recimo slovenski česen pa kitajski česen je cena razlika, kitajski česen dobi za 2 evra, slovenskega pa mi pod 7,5 evrov do 8 evrov ne moremo dobiti, ne? In tu potem vedno padeš ven, ne? Ker ponavadi pa je kazalnik ali je kazalnik cena 100%, lahko pa je tudi občasno, da je, se pravi, tudi so sheme kakovosti kazalniki, ne? Ampak tukaj je vedno težko dokazovati, ker tudi ostali, ki se prijavijo na javno naročilo, imajo te papirje od shem kakovosti, ne? In se pravi, so enakovredni, lahko rečemo, ne? Ja, vse to mislim, da sem prej povedal, pa je po mojem še nikoli dosti poudarjeno, ne, da po moje ta predhodna priprava naročila je res bistvena in zelo pomembna, ne. In v tisti fazi naročniki bi v bistvu mogli pač sami pridobivati te informacije, ki jih rabijo, ne, hkrati bi pač tudi vama, ne, pa pač tudi drugim subjektom socialne ekonomije, ki jih danes ni z nami, je sigurno jim treba povedati, da naj se ne bojijo biti proaktivna, ne. Jaz sem prepričan, da če se vi najavite na kjerokoli šolo, na nek pogovor, ne vem, z ravnateljico, pa z ne vem kdo, ki tam ureja, da vas bojo absolutno sprejele, ne. In to je nek način, da v bistvu sploh za vas še zvejo, ne, ker je pa res, kot se sami že pogruntali, ne, je tudi problem pola, ne, ko enkrat te razpis postavijo, ne, je v bistvu nemogoče ga spreminjati, ker recimo celo bil en primer sodišča EU, ne, kjer je točno to bilo, da bi mogli biti po naročilu, mislim, da bi mogli biti, ne vem, breskve, pa jih ni bilo, ne, in je pol v bistvu naročnik rekel, ok, marelice so ok, ne. In je v bistvu do sodišča EU pol šlo to, da breskve niso marelica, ne, in da to pol naknadno ni mogoče tega spreminjati, ne. Zato je pač res pomembno, da je to pač vnaprej, da
pač in da jim vi poveste, ne, kaj je realno, da oni naročajo, ne, hkrati pa tudi, da oni to v bistvu že naprej postavijo. Ne, če ne, In da pol- hkrati to ne pade v to je ta strokovni dialog, ki ga omogoča in spodbuja javno naročanje, čeprav jaz razumem, in to ni tretirano kot neki lobbying ali karkoli netransparentnega, to, kar si prej Denis ti razlagal, da pač tisti, ki spiše, je tudi potem izvajalec oziroma prijavitelj in tisti, ki mu pač edini in najboljši, ampak da gre v bistvu za nek transparenten strokovni dialog, če jaz prav razumem, gospod S tem, Leskovec. da jaz bi sam tukaj še prekinil, ne, da je pa res, da pa ne sme zaradi tega, ker je nekdo v tem strokovnem dialogu sodeloval, ne sme zaradi tega dobiti neke neupravičene prednosti. Ne. Recimo, vam bi šola rekla že vnaprej, 2 tedna točno vso razpisno dokumentacijo vam poslala, ali pa ste celo vi skupaj z njimi pisali, a ne, pa bi recimo pisali oseb na kožo, ali pa bi recimo dali pol, ne vem, rok za prijavo, ne vem, 2 dni, a ne, kjer bi vi imeli že v bistvu vse lahko vnaprej pripravljeno, nekdo drug, ki bi pa ne bil vključen v ta postopek, pa bi bil v bistvu praktično onemogočeno mu sodelovanje, ne. Ampak kar je pa v bistvu tako omogoča, kljub temu, da je nekdo sodeloval prej, a ne, da zaradi tega ne pridobi neke bistvene konkurenčne prednosti, ne, je pa v bistvu vse dopuščeno in celo spodbujeno, no. Ampak a vi recimo hodite, kaj se na šole predstavlja? To v bistvu sem hotel prej vprašati. Tako je. Zdaj, večinoma se hodimo predstavljati na tiste šole, kjer nas v to pozovejo, oziroma s katerimi delamo in nas opozorijo, da bodo imeli v kratkem javno naročilo, in tam se potem vedno vključimo, pa se dobesedno dogovorimo. V praksi bom tudi jaz povedal, da velikokrat predlagam te izločene sklope za nas, predvsem iz tega vidika, da mi dobavljamo v šole, vrtce pretežno sadje, zelenjavo, in tukaj ni taka vrednost in zelo težko ni preseže vrednost 80.000 evrov oziroma 20%, ne. Tako da tukaj zdaj imamo že pri tem veliko, lahko rečemo, prednosti, da imamo srečo. Drugače pa ja, nasploh pri javnih naročilih, tudi povem za prakse, ko se pri domovih starejših občanov prijavljamo, se velikokrat zgodi to, da določeni izdelke imajo vrednost par centakov, potem v praksi pa jih ni možno izdobaviti, ne. To je predvsem pri hrani je to problematično, ne. In potem kasneje rečejo, ja, tega zdaj ni na voljo, vam lahko damo to, ne. In kuhinje kot take niti nimajo kaj dosti drugega za rešiti, kot da potem sprejmejo tisto neko alternativo, ne, in potem tisto nekaj druga dobijo. Vse vidim, da prekimavate, teda verjetno veste, da v praksi zadeva nekako tako teče. Veliko lažje ti to narediš, ne vem, če ti razpišeš javno naročilo, želimo vozilo takšno in takšno, je veliko drugače, ker ni nekih alternativ, ne. Pri hrani pa je zelo razlika, ali ti, ne vem, paradižnik, poznamo vsi lušt, ali dobiš ti luštov paradižnika, ali dobiš ti, ne vem, španskega, ali dobiš ti lokalnega, ne. In tukaj je tudi razlika v ceni, v kvaliteti, v vsem, ne. Ja, in tudi recimo, če bi naročnike, ne, prej sem rekel, da je pač problema, ne, če vnaprej ni predvideno, da bo nekaj drugače, ne, ampak naročniki, če bi bili pametni, ne, bi v bistvu že sami lahko v pogodbi določili, ne, če recimo nekega ne bo, ne, recimo pride toča, pa vam stolča vse kumarca, ne, da če recimo tega ne bo, ne, da se pa lahko dobavi tudi nek drug proizvod, ne. Če to naročnik v bistvu vnaprej določi v razpisni dokumentaciji, pa pol v pogodbi, ne, tega v bistvu noben ne bo problematiziral, pač enostavno se lahko tam to zamenja, ne. Če pa pač tega ne naredijo naprej, ne, je pa pol v bistvu to res kršitev, ne. Ampak verjetno pač naročniki, ko to pripravljajo, v praksi vedno jemljejo neke stare muštre, ne, sploh ne razmišljajo, niti nimajo cajta, da bi kaj delali drugače, boljše, kakorkoli, in pač se neke te stvari, po mojem ne, javno naročanje vedno, ne, pač ti aneksi, pa ne vem, barabije, pa korupcija, pa tako naprej. Zdaj, včasih verjetno res tudi je razlog za kako nezakonitost v tem, ne, ampak v večini primerov, pa vse, kakor jaz delam, ne, pa imam že res dolga leta izkušenj v javnem naročanju, se mi zdi, da je razlog za marsikaj bolj neznanja, ne, ali pa pomanjkanje časa, ali pa ne vem, nepripravljenost za učenje, je to bolj pogosto razlog za neke, ne vem, nezakonitosti in tako naprej, ne, kot pa da bi bil res nek naklep pa neka barabija v ozadju. Ne vem, imate vi drugačen občutek? Tako kot
ste rekli, primer pri javnih ustanovah, v šolah, vrtcih se velikokrat dogaja to, da manjše šole je recimo vodja prehrane in tista, katera tudi pomaga oblikovati sklope za javno naročilo, učiteljica razrednega pouka ali knjižničarka ali učiteljica geografije ali kakorkoli, ne. In vsi vemo, ob vsem šolskem delu še se naloži tistih, ne vem, 10 ur tedensko pa lahko namenite za to delo, ne. In je tukaj velikokrat težava in to javno naročilo se izvede, ne vem, na 2 leti ali pa še bolj na redko. In je veliki problem to, se pravi, glih v tistem mesecu dni bi mogel ti biti na voljo več časa za to javno naročilo, za pripravo, da bi se poglobil v samo zadevo, ne. To je prva stvar, ker tam šole, katere imajo za prehrano direkt osebo zaposleno, tisti šola stvar dosti boljše funkcionira, ne. Tudi javno naročilo je ponavadi boljše narejeno, kot tudi ostala naročila boljše tečejo. Se pravi, oni so vedno v kuhinji, v stiku, non-stop imajo svojo pisarno, ki to sprovajajo, ne. Ampak to so mogoče samo večje šole, katere imajo za to, direkt lahko rečemo, celo osebo, ne. Tako da tukaj jaz vidim, da je največji problem, ne, trenutno. Pa seveda, vsi vemo, lahko mi naredimo ne vem kaki zakon, ampak nekdo, ki želi to obiti, ta zakon, bo šel tudi korak pred tabo še vedno, ne. Vedno se najde neke luknje, ki se iščejo in to je velikokrat problemno. Ja, sigurno. To pač javno naročanje je objektivno že za pravnika, ne. Recimo, jaz se s tem v veliki meri profesionalno ukvarjam, pa so, recimo, ko nas sprašujejo za kakšna pravna mnenja, ne, kaj v bistvu je prav delati, to pač v veliki večini primerov, tudi če mi pregledamo vso prakso, ne vem, državne revizijske komisije, sodišč in tako naprej, dejansko ni čistega odgovora na koncu, ne. Zdaj, vem pa, da pač operativno zelo pogosto javno naročila izvajajo celo nepravniki, a ne. Poleg vseh ostalih zadolžitev, kot ste rekla, ne, se pravi neka učiteljica razrednega pouka, ki pol v bistvu mora še izpeljati javno naročilo živila, ne, pa v bistvu od vseh tipov, kar se naroča, vam povem, da je v bistvu javno naročanje živil ob upoštevanju pač te uredbe pa sklopa pa tako naprej, je v bistvu celo zna biti kdaj težje, kot pa recimo naročilo neke večje gradnje, ne, ker je toliko nekih specifik, toliko nekih pravil, ki jih moraš upoštevati. In to res bi rekel, da sem celo pozitivno presenečen, da te stvari sploh laufajo v praksi, toliko, kolikor laufajo, ne, bi lahko bilo, se mi zdi, da še dosti slabše, glede na to, kakšna je tematika. Denis, to je zato, ker si jih ti že veliko naučil, ne, skozi ta leta. To je pa sploh ključno, res, ja. Pa tudi šole, bom rekel tako, si želijo vedno več lokalne hrane, ne. Zdaj, z lanskim letom so tudi nekako šli v kontrolo, koliko je te hrane v praksi v šolah, se pravi, šole računajo te masne bilance, lahko rečemo, in kjer morajo dosegati odstotke. In je bilo kar nekaj šol takšnih, ki so nas, ne vem, glih v koncu lanskega leta klicali, da bi bili naši odjemalci, ker morajo, ne vem, pridobiti zadostno količino ekoloških živil ali pa iz shem kakovosti, ne. Tako da v tej smeri jaz mislim, da smo nekako na pravi poti, bodo pa vedno izzivi, ne. Se pravi, vse vemo, ko premagaš eno oviro, pride nova, pride tretja, pa tudi mi imamo vedno večje interese, večje pričakovanje vsi, tako nekako je to vse skupaj celotna zadeva nastavljena, ne. Zdaj pa, da ne bomo samo pljuvali, kaj pa recimo vi mislite, da bilo enostavno recimo, kaj bi po vašem bilo nek dober korak, a ne, da bi v bistvu recimo olajšal vsem vpletenim situacijo. Kaj bi bila neka taka dobra? Jaz recimo mislim, da nek register ponudnikov je prva stvar, ki bi recimo mogel biti, a ne, da bi se dalo tudi recimo iz tega registra filtrirati recimo na določene regije, pa z določenih okolij, pa seveda po tipu izdelkov, ki se ponujajo, pa ne mislim samo za hrano, pač generalno mislim za te, recimo temu, socialno-podjetniške subjekte in ponudnike. Kaj pa recimo vi še imate kako idejo? Ena opcija je zagotovo to, da se dobi vsa ponudba, da se lažje pripravi javno naročilo za vse šole. Se tudi Gospodarska zbornica Slovenije zelo dobro želela to nastaviti, ne. Ampak v veliki meri pa vemo vsi, ne vem, kdo so tudi zraven pri Gospodarski zbornici Slovenije, so to večja podjetja, ne, katera so tudi imela neki interes od tega dobiti celotno zadevo in zaradi tega stvar v praksi ni toliko zaživela. Ker potem v enem trenutku je preko Kmetijsko-gozdarskega zavoda še bilo za kmete brezplačno, kasneje smo, se pravi, mi smo se mogli včlaniti noter, da smo lahko bili zraven prisotni in tako dalje. In je tu spet bil problem, ne. Se pravi, tisti manjši kmetje, kateri niso bili ne v Kmetijsko-gozdarski zbornici, kateri niso bili recimo v neki zadrugi, da bi sami šli v program, se niso vključevali v to, ne. In je tu, jaz mislim, da ena ovira bila, da ta stvar ni se speljala tako dobro.
Druga zadeva je seveda tudi te količine, kje moraš ti dobesedno to računati. Potem mi smo bili v bazi, pa smo čez celotno Slovenijo bili pokriti, ne vem, tudi z Ljubljane, pa v Kopru, kjer niti ne vozimo stvari, ne. To pomeni specifičnost, ne, ker recimo ena šola v Mariboru ima čist druge lokalne ponudnike, kot tista šola v Ljubljani ali v Kopru ali v Novem mestu, ne. In se pravi, nam niti ni v interesu v tem okolju se vključevati, kjer ne mislimo dostavljati. Tako da tukaj je to kar neki izziv, katerega jaz ne vem, na kak način bi lahko, se pravi, speljale. Tako da ti trenutno izločeni sklope, kateri so na voljo, lahko rečemo, smo mi zadovoljni z njimi, ampak recimo, če pa vprašamo nekoga, ki proizvaja tiste cenovno višje izdelke, meso in tako dalje, tisti pa imajo ful težavo, da nikakor ne morejo priti v javno ustanovo, ne. In prav pri mesu javne šole in vrtci govorijo, da je trenutno najslabše stanje, se pravi, z samo kvaliteto, ne. Ker dobesedno ne pride skoraj da nič, oziroma čisto nič slovenskega, pride vse z uvoza, katero je celo vprašljivo glede same varnosti pa kvalitete. To, drugače pa mislil sem še nekaj dodati, ampak mi je zdaj šlo z glave. Ker je nekaj ropot od zadaj, tako da ja, povejte. Ker si razmišljal že o vseh drugih stvarih. Jaz sem imela še eno vprašanje, ki je pa z drugega vidika, to se pravi z vidika socialnega podjetja Zadruge. Kaj za vas predstavlja to, da ste lahko deležni javnih naročil? Ker pogovarjali smo se tudi o tem, da valjda, ne, s tem pravzaprav javni naročniki vam omogočajo trg, ki ga drugače verjetno ne bi tako hitro dostopali. A smo tu, imamo prav ali smo zgrešili? Ja, ne, to bom rekel, v začetku samem smo preko javnih naročil prišli v stik z samimi šolami, vrtci in tako dalje, da smo začeli nekako v tej smeri migati, čeprav zdaj v praksi, samem poslovanju pa veliko delamo preko izločenega sklopa, oziroma največ. Kako imate delež, recimo prihodkov, bi lahko ceno procentualno strani javnih naročnikov? Kak delež posla, socialne dobrine je? Se pravi, jaz mislim, da okrog 300 000 evrov recimo na letni ravni nekje dobimo glih preko dobave v javne ustanove, šole, vrtce, pa v domove, ne. Od celotnega? Od celotnega prometa Zadruge, ja. Se pravi, nekje recimo slaba polovička je tega. Ja, ostalo pa so potem fizični kupci v trgovini, pa se pravi fizične stranke, katere naročajo prek spleta. Tako da ta delež je, pa moram povedati, je tudi konstantna rast, okrog 40% se dogaja v tem, ker vseeno smo pa še toliko mali, da smo nekako na tem območju samo zaznane. Čeprav si želijo, ne vem, ko hodim primer v praksi se predstavljati po celotni Sloveniji, ne vem, zdaj sem bil v Laškem pa v Celju, tam se tudi želijo nekaj podobnega organiziranega, ne. Ker šole imajo velike probleme s tem, da se potem prijavi oziroma v šolo pokliče ponudnik, eden, kateri ima krompir, drugi ima solato, tretji ima to, in potem, ko jim zmanjka, ko jim se zalomi, ne, imajo velike probleme. Ko pa je ponudba povezana preko Zadruge, se pravi, mi pa lažje to stvar rešimo glih na tak način, da če en kmet nima, pa naročimo pri drugem, pa potem od tistega dobimo. Ja, to je kar lep delež, no, 50% približno prihodkov, ne, iz tega. Ja. Tako da se z javnimi naročili da spodbujati tudi delovanje takih socialnih podjetij, oziroma zadrug, ko imate vi, in pa ponudnikov lokalnih, ki so vaši dobavitelji, no, ki jih povezujete. Ja, se zdaj tudi, ko rečemo izločeni sklop, ne, pomeni, ja, po eni strani je javno naročilo, po drugi strani pa ni javno naročilo, ne, izločeni sklop, se pravi, se ti ne rabiš direktno prijaviti, ti samo se javiš, pošlješ ponudbo, pa skleneš pogodbo, ne greš ti čez celotni postopek javnega naročila pri tem, ne. Tako da, ja, ampak v tej smeri nekako se pravi kar nekaj sredstev z javnega sektorja, rečemo z javne denarnice, pride preko dobrine do naših samih končnih kmetij, ne. Namesto v poljsko meso. Tujino ali pa tako. Ja, saj to je bilo, niste videli prej enega posnetka, ampak v bistvu Evropska komisija ravno to poudarila, ne, da če pomislimo, kaj bi lahko recimo v Sloveniji, mislim, da gre skoraj, ne vem, 7-8 milijard gre prek javna naročila, ne, kaj v bistvu bi s tem denarjem lahko naredili, če bi, ne vem, 1% od tega nekako bolj
tako družbeno odgovorno bi uporabljena, ne, pa v bistvu je treba samo nekaj malega angažmaja tisti, ki pač ta naročila delajo in ki jih pripravljajo, ne, pa bi v bistvu bil po mojem večkratnik rezultata pola, ne, za pač neko širše dobro, no. To je res, čeprav to sem mislil prej dodati, ko smo mi pripravili to prvo javno naročilo z domovi starejših občanov, smo mi rekli, zakaj pa ne bi napisali recimo slovensko sadje in zelenjava, ne? In to pa glih pravijo, da so pravniki povedali, da evropska zakonodaja, ker je Evropska unija, so odprte meje, se pravi, in zaradi tega ti ne smeš omejevati na državo. Zdaj tu jaz ne vem, koliko bi naj na tem bilo, ampak takrat ker so želeli si, recimo v domu bi samo napisali slovenska zelenjava in sadje, celotni sklop našteli, bi se mi prijavili, pa bi lahko zadeva pila vodo, ne? Ampak so rekli, da je tukaj glih varovalka Evrope, ker so meje odprte in mora biti odprti trg. To je res, diskriminacija po sedežu ni dopustna, ampak lahko se pa čisto isto naredi, da bi recimo dali predržalna javna naročila, ne vem, za zadruge, a ne? Kjer je jasno, da se neka nizozemska zadruga, sem prepričan, da ne bi prijavila, ne? In v bistvu nihče od teh velikih distributerjev živila, ne, bi v bistvu bil izločen s tem in bi čist komot to šlo čez, niti se ne bi mogel pritožiti, zato ker ni bilo naročilo odprto za vse, ampak je bilo pridržano, ne? Tako da isti cilj, ne, se pravi nekako spodbujati to lokalno pridelavo, ne, se da v bistvu samo z drugače napisanimi pogoji se po mojem čisto dobro da doseči. Je pa res, ja, da Evropska unija nasploh je zelo občutljiva, da bi v bistvu neko poreklo po nekem sedežu ponudnika in tako naprej omejevali. To pa sigurno drži, ja. No, super, to prvič slišim, tako da hvala za informacijo, bomo uporabili. Denis, bom poslala cel posnetek, tako da si boš lahko pogledal še ostalo. Dobro, v redu. Super. Hvala lepa, Denis. Pozdrav v Toskano in srečno pot domov, ko se vračaš. Dobro. Tudi vam lep pozdrav, pa hvala za javljanje. Se pravi, kot sem rekel že, Katja, jaz se opravičujem, da nisem mogel biti celotni čas prisoten, pa tudi nekoliko malo bolj zadobnega. Zdaj sem sred hodnika na stolu dobesedno, pa se pogovarjam, tako da bomo pogledal prispevek, pa da vidim, če kaj zanimivega. Prav? Hvala lepa. Okay. Hvala za javljanje. Zdaj pa ja, jaz sem imel v bistvu v tem mojem predavanju, imam še predstavljenih čistenih 5 primerov, 6, po moje, to je res za 5 minut, kje v bistvu so bili primeri iz tuje prakse še, a ne, pa če se strinjate, če imamo še toliko časa, bi mogoče še to na hitrico, se pravim, to je maksimalno tam 5 minut približno bo, pol bi pa seveda dali besedo še udeležencem, če imajo vsaj kak komentar, če že ne vprašanje. Skratka, imeli smo tistih 71 primerov dobre prakse Evropske komisije, jaz sem izbral njih 5-6, ne, hkrati sem to naredil tudi malo kviza, ne, zato ker nisem nikjer napisal, iz kje ta primer dobre prakse je, ampak mislim, da v kombinaciji z fotografijo kraja in države ne bi smelo biti težav, kje to je, ne. Skratka, recimo en primer je bil javno naročilo čiščenja mestnih stavb v nekem, vidite, španskem znanem obmorskem mestu, kjer je bilo pogoj, da mora biti 10% zaposlenih, mora biti iz ranljivih skupin, ne, se pravi, to so recimo dolgotrajno brezposelni, invalidi ali pa osebe v socialni stiski. Poleg tega je bilo pa še določeno, ne, se pravi, da mora imeti 30% žensk, ki bojo tam zaposlene, status ranljive osebe, se pravi, da so samohranilke, preseljenke, begunke in tako naprej. Poleg tega je bil pa tudi določena zahteva po dostojnih delovnih pogojih, bili so določeni pogoji glede plače in glede varnosti pri delu. In v bistvu je z nekim takim naročilom, ne, je v bistvu dosegla Barcelona, ne, da je lokalno v bistvu, ker pač gre tudi za veliko mesto, ne, da je vse storitve čiščenja mestnih stavb so imele v bistvu tako precej to družbeno noto tudi, ne, in je v bistvu Evropska komisija to prepoznala kot nek primer dobre prakse, ki se jo splača še krepita, ne. No, to vidite, da je tudi bilo neko naročilo, ne, iz ene skandinavske države, to je drugače, mislim, da je to Oslo, Norveška se mi zdi. Tukaj je bilo pa javno naročilo delovnih oblačil in so bili tudi določeni neki pogoji glede nekih etičnih, trajnostnih standardov, se pravi, da je sledljivost materialov, pa da so upoštevane te pravice delavcev, se pravi jamstvo, recimo, da ni otroškega dela in tako naprej.
Pol en primer je bil iz Francije, ne, to je mesto Grenoble, vidite v podnožju Alp. In sicer je bilo zanimivo za javno naročilo gradnje, ne, kjer se praktično nikoli ne upoštevajo pri tehničnih specifikacijah neki posebni pogoji za zaposlene, ne, čeprav vemo, da je to problem, ne samo v tujini, ampak tudi pri nas. Je bilo tudi določeno, ne, se pravi, da mora tisto, pri tisti gradnji bilo določen pogoj, da mora neko število delovnih ur, da morajo zagotoviti ljudje iz ranljivih skupin, se pravi brezposelni, mladi, dolgotrajno brezposelni ali pa neke osebe s posebnimi potrebami. In je na tak način v bistvu naročnik tukaj silil ponudnike, ne, da angažirajo te ljudi iz ranljivih skupin, ki jih drugače verjetno ne bi, ne. Pol imamo tukaj en primer iz Nizozemske, a ne. Tukaj gre za javno vzdrževanje, javno naročilo vzdrževanja zelenih površin, ne, se pravi parking, zelenice in tako naprej, kjer je bil določen pogoj, da mora imeti izvajalec vsaj 5% delovne sile iz vrst dolgotrajno brezposelnih oseb, a ne, to so tudi pač te kositi načeloma bi slej ko prej mogel vsak naučiti, a ne, pa obrezovati pa tako naprej, in je to dejansko neko tako naročilo, ki ima po mojem velik potencial za to, da se vključijo tudi družbeni vidiki. No, zdaj pa še tole, še italijanski primer, a ne. Tukaj sem pa, da ne bi bilo dvoma, za katero italijansko mesto gre, sem še dodal eno zelo znano jed, ki od tam prihaja. Šlo pa je za, se pravi, gre za Bologno, a ne. Šlo pa je za javno naročilo storitev varovanja in recepcijskih storitev, kjer je bil določen procent, da mora biti ta ponudnik zaposlovati določen delež oseb z invalidnostjo. Pol je bil še, tukaj imamo pa kar evo zastavo in mesto v isti sliki, to je pa Kebenhavn, kjer je šlo pa za javno naročilo hrane za vrtce in šole, a ne. Podobno kot je prej gospod povedal, a ne, in je bilo določen pogoj, da mora biti 90% hrane iz ekološke pridelave, a ne. In tudi to je bil prepoznan kot primer dobre prakse. Opozoril bi pa tukaj še na uredbo o zelenem javnem naročanju, ki pa že zdaj v Sloveniji pač nalaga naročnikom, da določajo vsaj 15% ekoloških živil in pa 20% iz shem kakovosti, ne. Je pa sicer minus te uredbe, ne, da je v bistvu brezdobi tiger, a ne, ker zaenkrat še niso določene nobene sankcije za to. Če se pač ti procenti ne dosegajo, razen tega, da ne vem, če pride kakšna revizija računskega sodišča ali kaj podobnega, pa lahko so potem kakšni popravki in tako naprej tam naloženi. Pol imamo tukaj še Finsko, Helsinki, kjer je bilo javno naročilo za dobavo tekstilnih izdelkov za bolnišnice, se pravi posteljnina pa bolnišnična oblačila, kjer je bil določen pogoj, da mora biti vsaj 50% iz recikliranega materiala ali pa iz virov, ki spodbujajo ponovno uporabo. Poleg tega so bili določeni tudi certificirani trajnostni proizvodni postopki, ne, se pravi, da se tudi v proizvodnji ne uporablja neke škodljive kemikalije in tako naprej. Potem imamo Francijo, ne, vinsko mesto Bordeaux. To je bilo tudi zelo zanimivo, ne, kjer so se lotili javnega naročila gradnje cest na način, da bil določen pogoj, da mora biti vsaj 40% uporabljenega asfalta iz recikliranih materialov in pa hkrati, da se zmanjšuje CO2 med samo gradnjo, ne. To so dosegli na način, da se baje nek warm mix asfalt uporablja, ki je baje lahko manj vroč, kot je pa sicer, pa recimo, da se morajo pri gradnji uporabljati vozila in pa stroji z nizkimi emisijami. Seveda, ne, v praksi pomeni, da je taka dražja gradnja sigurno dražja, ne, ker pač morajo imeti izvajalci boljšo opremo, hkrati pa pomeni, da tudi taka sama gradnja manj obremenjujoča za okolje, ne. Kar je pa seveda plus za vse nas. Evo, zdaj pa sem zbral samo še tale zadnji primer, je pa iz naše v bistvu neposredne bližine, to je pa Dunaj, kjer je bilo javno naročilo pohištva za javne stanove in je bil določen pogoj, niso določili, da mora biti avstrijski les, a ne, ker to seveda ne bi šlo čez. Bil je pa določen pogoj, ne, da mora biti ves les certificiran z tema dvema certifikatoma, ne, s čimer so v bistvu izključili neke ponudnike iz nekih teh eksotičnih držav, ne, kjer v bistvu gre na način, da pač vse posekajo neke goloseke in se pol v bistvu narava zaradi tega ne opomore več, a ne. Tukaj so v bistvu na tak način posredno dosegli, ne, da je ta les bil v posledici praktično avstrijski, brez da bi napisali, da je avstrijski. Evo, to je z moje strani vse, kar sem za danes pripravil. Zdaj pa bom seveda vesel kakršnegakoli komentarja ali pa vprašanja. Če ne zdaj ustno, jaz sem pa tukaj tudi napisal moj mail,
kjer pa lahko me tudi še pol prek maila kaj kontaktirate, če bi kdorkoli še kaj. Super. Jaz imam eno vprašanje, sicer ne vem, če bo neumestno ali karkoli, ampak ali je to, ko govorimo o dialogu, ne, o katerem ste govorili prej, sem zasledila namreč, samo sekunda, da pošeram, bom pustila, da vse bodo dobili vsi, udeleženci bodo dobili. Ne, se kar, evo, sem jaz tole končal, tako da kar. Bom jaz pošerala. Samo da vidim, evo ga. Bila sem zelo presenečena, pa prijetno presenečena, ker sem videla, da je sicer Mestna občina Maribor razpisala, sicer zdaj že potekel rok, ampak razpisala sodelovanje pri strokovnem dialogu. A se vidi? Vidi? Malo čudno se meni, vse na mojem se vidi, kot da je, ne, se vidi, pri vas se boljše vidi kot pri meni. V glavnem, vabili so in se mi je zdelo tudi pač zanimivo, da na ta način lahko valjda tudi socialno ekonomijo nagovarjajo, ne? Prav razumem jaz potem to. Ja, to je točno to, s tem, da na način, kot so se ga tukaj lotili, je v bistvu zelo formaliziran. V bistvu ta strokovni dialog ne gre ponavadi tako, da je bila neka objava, ampak ponavadi kar si ta naročnik zbere, pa jih par povabi, ne? Ker na tak način pač bolj verjetno doseže, da se bo kdo na to odzval. Je pa vidim, da so pa tukaj rešili zelo tako, skoraj kot da bi šlo za javno naročilo, detaljno so se tega lotili, ampak v bistvu se da to tudi precej bolj neformalno izvajati. No. Jaz se spomnim, da je bilo na tej delavnici We Buy Social, da je bilo dostikrat izpostavljeno, da pač imajo javni naročniki včasih izziv, da jim potem pač to pozitivno diskriminacijo ali pa ta strokovni dialog, kako voditi ta strokovni dialog, da ne bo izpadlo, da je kakšna korupcija vmes oziroma da so kakšne druge prednosti. Jaz mislim, da je Mestna občina Maribor ravno zaradi tega šla v ta formalizem, predvidevam, ker na ta način je zelo težko oporekati nekih privatnih pitikav, ker tu prav piše... Kaj pa bil predmet tega dialoga strokovnega? O čem v bistvu so sprašvali? Bil je odprt do... Oni zdaj vodijo teme... Tema, kaj je bila? Aha, čistilna sredstva, pa higienske pripomočke. Aha, okej. Ampak se mi je zdelo zanimivo, ker sem prvič v bistvu sploh zaznala to vrstno, se ne, da sem zdaj dostikrat na javnih naročilih na spletnih straneh, ampak tam je bila kot primer ene od praks, od možnih praks, kako se lotiti tega, da ne bi slučajno, ker si mislim, da so javni naročniki kar izpostavljeni takih in drugačnim trditvam nezakonitosti in na ta način lahko pač potem formaliziraš verjetno močneje. Je mogoče kakšno priporočilo, kako se temu izogniti oziroma dokumentirati ta strokovni dialog ali karkoli, da lahko potem argumentiraš, da ni šlo za korupcijo, kar se dostikrat potem tudi sliši? Ja, sigurno mi vedno priporočamo, da je treba pač imeti neko pisno sled, ne? Treba je identificirati, kako in zakaj si tistega zbral, ki si ga zbral, ne? Se pravi, da ni nobenih pravil, za kolikimi udeleženci bi mogel voditi strokovni dialog, verjetno je boljše, da je to več kot pa ena, ne, da vse, ne vem, 2 ali pa mogoče 3 povabiš. Da se tudi evidentira, ne, pač, kaj je bila tema, da se nek zapisnik naredi na koncu, ne, pa predvsem to, ne, da mora naročnik razmisliti, jasno, da je pač dal temu, ki je sodeloval v tem strokovnem dialogu, neke informacije, ki jih nekdo drug nima, ne. Ampak važno je, ne, da te informacije, ki jih je ta pridobil, ne pomenijo za tistega neko neupravičeno prednost, ne. Recimo, morajo imeti kljub temu, se pravi, vsi tudi tisti, ki niso sodelovali, morajo biti v bistvu dosti časa morajo imeti za prijavo, recimo, ne, pa recimo, da te informacije, ki jih je dobil ta v strokovnem dialogu, da potem tudi v razpisni dokumentaciji razkrija, ne, se pravi, ne vem, neke potrebe ali pa da bi rekel, ne vem, denarja imam toliko, ne, kot zagotovljenih sredstev, pol pa tega ne bi razkrival, ne. To je sigurno so pač take stvari, ampak v praksi mi ne zaznavamo, da bi bil to nek hud problem, ne, da bi bili očitki, da je v bistvu en prej sodeloval, ne, bolj gre očitki v smer, da je razpisana dokumentacija pisana na kožo enemu samemu ponudniku, ne.
To je pa po mojem ne posledica tega, da bi naročnik izvajal strokovni dialog s tem enim ponudnikom, ampak ravno tega, da strokovnega dialoga ni izvajal, ne? Ker če bi ga izvajal, pol bi vedel še za kakšne druge rešitve, a ne, vedel bi, kaj je na voljo in bi lahko naročilo odprl, bi se še kdo drug prijavil, a ne. Ko pa pač se sledi praviloma nekim starim muštrom, a ne, nekim ustaljenim vzorcem, ne, to pa pač pol lahko pripelje do tega, da dejansko je pač tisti dobavitelj, ki je že zadnjih, ne vem, 10 let, bo pač še naprej. Hvala. Ja, hvala za odgovor. Ja. Ima še kdo tako kot smo rekli, lahko pišete tudi v chat, vkolikor se ne morate javiti ima še kdo kako vprašanje za gospoda Leskovca? Ali pa za vaju seveda tudi, a ne. Ali pa za Ki vaju. zagotovo veste največ o socialni ekonomiji od vseh prisotnih, si upam trditi. Upajmo. Ja. Manj pa o samih javnih naročilih, kar je zelo pomembno. Ne, res zelo konkretne rešitve. Jaz mislim, da si bo tudi Denis z veseljem pogledal predavanje, ker ste prej navrgli ta pridržana naročila, pa to, kar smo se prej pogovarjali, tudi o tistih 750 tisočih brez, ne? Ja, pa tudi ta izločen sklop, ne, kar ga je gospod prej omenil, to je tudi nekaj, ne, kar v bistvu pomeni, ne, sklop v bistvu pomeni, da imaš eno naročilo razdeljeno na več nekih predalčkov, ne, recimo pri hrani naročaš ločeno, recimo meso, pa ne vem, kaj še naročaš, mleko, pa ne vem, sadje, pa tako naprej. In zakon v bistvu dopušča, da lahko 20% tega, kar naročaš, vendar ne več v vrednosti kot 80 tisoč evrov, v bistvu oddaš neposredno, ne. Se pravi, brez uporabe vsakega postopka lahko si enega zbereš, kot recimo to njegovo zadrugo in rečeš, evo, 20% do 80 tisoč dam pa v bistvu tepa, ne. To v bistvu omogoča naročniku, da še ena od možnosti, ki jih določa zakon, da v bistvu lahko čist po svoje presoje neke druge vidike zasleduje, ne samo najnižjo ceno. Tako da mislim, da tudi brez nekih posebnih sprememb je to mogoče uporabljati, ne, je pa tudi res, da zakon v bistvu naročnike v ničemer k temu ne sili, ne. Tako da tudi jaz sem sodeloval na enem posvetu nekaj cajta nazaj in tam je že bilo rečeno, pač, da zelo verjetno je naslednji korak, ne, kot imamo že uredbo o zelenem javnem naročanju, ne, da je verjetno pol naslednji korak uredba o družbeno odgovornem javnem naročanju, ne, kar pa pol v bistvu pomeni, saj videli smo že zdaj zakon v bistvu za določene storitve, recimo čiščenje določa, da mora biti neka socialna merila, ne, pol pa bo verjetno s časoma tega še nekaj več, no. Kar pa bo posledično potem tudi omogočalo ravno to, kar je tudi Denis razlagal, 50% prihodkov strani javnih financ ni malo, ne, in če govorimo o teh 8 milijardah ali koliko, če to ostane, kako ste rekli, 1%, ostane tu, je to že kar zalogaj, ne. Je pa izziv seveda, da tudi morajo socialna podjetja oziroma tudi invalidska in drugi subjekti nuditi enako kakovost storitev in produktov, ki jih ponujajo, da zato storitve pa produkti ne morejo biti manj kakovostni, kot so pri ostalih ponudnikih, ne. To pa je dejstvo. Jaz sem prepričana, da je tudi zadruga Dobrina v teh 10 letih morala na kakovosti delati več, kot pa bi, če bi bila samo na trgu, predvidevam, ker pač vseeno zakonski standardi, ki so v vrtcih, pa so vseeno višji, ne. Ja, nič. Hvala lepa. Jaz bi vas, najlepša hvala, no, za vse, za celoten čas. Povabljam